Lucija, hvala, no? Da si vzela čas. Kako bi začela midva? Jaz sem v bistvu naletel sem na en članek. Res? Ja. Ta članek, zdaj je včasih malo zraven. Ja. Ko izrabljen moški sreča žensko milino. Zanimiv, ja. Ja. Pa mi je bil zanimiv. Pa sem pa še enega prebral, v bistvu dva. Čas je za milino žensk. Ja. Pa hčere brez očetov. Te tri članke so mi nekako ven stopili. No? Pa sem želel o tem s tabo govoriti. Lahko mogoče začneva, če poveš malo svojega ozadja. To, da dobimo malo konteksta. Ja, s čim se ukvarjaš. Okay. Jaz ne rečem, da sem človek na poti. Namerno rečem človek. Kar pomeni, da se identificiram s svojo zavestjo in tudi to raziskujem. Torej, mene zanima globina človeškega fenomena, odkar vem, odkar pomnim. Tako da bi so moja profesionalna pot nekako namenjena ali pa usmerjena vse čas v te globine človeške biti, seveda tudi uma. Sem šla tudi na fakulteto študirati, najprej sociologijo, analitsko-teoretsko smer, kjer mi je res odprlo cel kup nekih vprašanj, ki so bile prej mogoče nekje na površju zavesti. Ne? In potem študij antropologije, ki je zelo poglobljen, se pravi, antropologija pravzaprav veda o človeku, zaobsega ogromno različnih vej. Jaz v Sloveniji uvajam business anthropology, to je pa antropologija, kar pomeni, da sem se kasneje usmerila v podjetja, predtem pa še ne. Tako da sem šla pa na terensko delo, sem bila v Braziliji, na Tajskem, v Avstraliji in tako. In sem zelo hitro ugotovila, kako težko je nevtralno prepoznati fenomene. Torej, kako težko je biti, po domače povedano, objektiven. Tako. In to je bila tudi neka taka linija, taka nit, ki me je vodila naprej. Potem sem šla v Kopenhagen, tam sem pol leta, sem študirala tudi neki political science, tam sem končala pa doktorat, ki je bil sociologija znanosti. To je zdaj v bistvu vse bolj hardcore, recimo zgodovina uma, misli, vprašanje, kdo pravzaprav proizvaja karkoli novega. Ne? Se pravi, kaj je tista izvorna noviteta oziroma izvorno čisto moje ali pa recimo od kogarkoli sploh. Ne? To je v bistvu veda o znanosti. Ne? In potem sem delala na ZRC SAZU kot raziskovalka oziroma kot predstojnica mednarodne pisarne, bila sem še na fakultetah slovenskih, sem predala vse sorte stvari. In potem je naenkrat prišlo do nekega nenavadnega, bom rekla, prebliska, ko sem ugotovila, da bi šla pa rada delati s podjetniki, ne? Ker to, kar sem jaz pisala, nobenega nikaj zanima, ne? Se pravi, koliko sem stara, se pravi, prej sem doktorirala pri 26 pa pol, ne? Ko sem dobila še neko nagrado, ker sem tako pridna. Tega relativizma, mojega doktorata pač ni nihče bral, mogoče 5 ljudi, ne. O čem je bil doktorat? Relativizem v sociologiji znanosti. To je v bistvu vprašanje kontraindukcije oziroma novitet v znanosti. Ne. Kako se v bistvu dogajajo revolucije v znanosti in zatem tudi vedno v družbi. Ne. Vedno imamo, kot imamo zdaj recimo AI, ne, in potem connectione z spremembami v družbi. Ne. To je vedno intertwined, ne, prepleteno. Tako da, in ta klic je prišel in potem sem se zmenila s tedanjim direktorjem, Otom Lutarjem, krasnim človekom, zgodovinarjem, da seveda se strinja, ne, da grem po svoje, tako da sem odšla potem na svojo pot podjetništva oziroma rečemo temu svetovanja, ker jaz nekako vedno iščem ali pa sledim temu, da odkrivam neke dodane vrednosti. Ne, in se niti ne toliko ne ukvarjam z neposredno denarjem, ker tudi nikoli se nisem, ampak se pravim, denar pride posledično, ko nekdo prepozna vrednost v tebi, ne. In potem je seveda pot nanesla, da sem začela kmalu pisati za razne revije. Pisala sem, še vedno pišem za Ono Plus, potem tudi v času Playboya sem razne dobre intervjuje naredila s krasnimi ljudmi. Tudi kolumne sem pisala, ja, razne take, na temo seksa pila, estetike, erotike. Ne. Tako da, kot sem svetovala tudi kakšnim mlajšim fantom, na primer, ne, kot sem prej omenila, sem jim dala za domačo nalogo, da se gre kupiti Playboy. Ne? Zakaj? Zato, da niso recimo obsedeni s pornografijo. Ne? In ko neka starejša gospa to recimo pove, moram so bili odzivi odlični. Ne? Torej, estetika, ne? Same ljubezni oziroma ljubezenskega akta je pomembna tema, o kateri se redko govori. Se pravi, bolj erotika kot kar pornografija, ne? Absolutno, ne? Ker, torej, kdo pravzaprav ustvarja, ne? Bom rekla, te kanale odvisnosti, vedno iste skupine ljudi, ne? Torej, pornografija je nek vidik seveda odvisnosti, ne gre toliko za
neke svete užitke, ne? Ker poanta ljubezni, ko nekoga ljubiš, ni toliko mogoče seveda je tudi užitek na koncu nagrada, ampak je frekvenca doživljanja nekih vrhuncov različna, ne? Ob različnih ljudeh in seveda čustvih, ki se med nami porajajo. Ne? Ja, zdaj imamo v bistvu v glavi 5 smeri, sem da se odločim za kero. Ampak najprej sem zastrigel z ušesi glede objektivnosti pa subjektivnosti. To je kot da bi sebe poslušal. Ali pa jaz se v bistvu s tem zadnjih 10 let nekako vedno bolj se mi dozdeva, da imamo sicer neke metode, s katerimi se lahko približamo nečemu, čemu rečemo objektivnost. Ta metoda je recimo znanstvena metoda. Ja, naravoslovja. Ja. Seveda te, kako rečemo, social sciences, imajo v imenu science, ampak gre za drugačno metodologijo pa metodo, kakor... Pa predmet proučevanja. Kako proučujemo človeka, je problem ta, da smo ljudje zelo težko vodljivi, še teže smo pravzaprav predvidljivi. Ker če bi bila človeška predvidljivost tako enostavna, sva takoj midva za milijonarja. Vrževa v kripto, predvidva, kaj se bo zgodilo in pa se ne dogaja tako, kot mi predvidevamo. Torej, težava pri merjanju social sciences oziroma človeških zadev, ker smo ljudje težko predvidljivi, pogosto tudi sebi. Ja, s tem konceptom sem se srečal na ekonomskih fakulteti, kjer učijo kenzijansko ekonomijo. To je ena veja ekonomije. In tam je en primer, da vsak v 100% primerih, če bo nek človek videl 100 evrov na tleh, jih bo pobral. In mi moramo to predvidevati, zato da sploh lahko kakšne enačbe naredimo. To je res. Drugače se v bistvu vsi modeli sesujejo. Potem sem pa srečal se z avstrijsko vejo ekonomije, kjer pa v bistvu upoštevajo to nepredvidljivost. Posameznika kot individuum in dva sta čist različna med sabo. En dejansko ne bo pobral 100 evrov zaradi nekih razlogov. In to je zelo zanimivo, kako v bistvu sicer rečemo temu fakulteta za ekonomijo, ampak se v bistvu ena veja tega uči. In verjetno je tudi na drugih fakultetah tako, da se v bistvu eno srujo zbere, pa se to uči kot neko splošno uveljavljeno ali pa edino uveljavljeno vejo določene znanosti. To je profesionalna iniciacija, in odvisna je profesionalna iniciacija. Reče temu Feyerabend, s katerega sem jaz delal doktorat, kar pomeni, da nas v bistvu učitelji programirajo, glede na stvari, ki jih beremo, glede na neke trenutne trende, neke znanosti, recimo trendi v ekonomiji so jasni, ampak jaz vedno rečem, da je potrebno računovoditi človeške vire. Se pravi, kaj je vredno podjetje brez človeka, ki ga napaja svojo strastjo, svojo močjo, svojimi idejami. In tudi v mojem delu s podjetji pravzaprav poskušam točno ta vidik opredeliti in ga potem razvijam za ljudmi, s katerimi delam. Kako se pa to recimo vpliva, če ne verjameš, da obstaja objektivnost, da na psihološki ravni pomagaš neki drugi osebi, do katere nimaš neposrednega dostopa, do njene psihe sploh. Se pravi, mi dva operirava celo svoje življenje iz svoje psihe, pa iz svojih filtrov in potem delava predvidevanja za druge. Če te prav razumem, bi temu jaz rekla prevajanje pomenov. Torej, jaz sem danes videl prvič. Jaz sem sicer, moram reči, pridna, sem poslušala par vaših posnetkov, tako da bravo tebi in tvojim prijateljem. Res super. Te članke prebral? Ja, vidiš. Imaš pa tudi ogromno posnetkov, tako da jaz pa tudi članko bi lahko poslušala kar neki dni. Ampak ne, res mi je imela v čem pogovarjati. Ne, res bi verjetno še vedno, ampak imaš prav. Res mi je všeč, da ste dali to iniciativo in da resnično vplivate na mlade ljudi, ker to je seveda tvoje vprašanje, objektivnost, subjektivnost. Jaz mislim, da ko se srečamo z ljudmi, ki imajo druge koncepte, to si verjetno hotel vprašati. Ne vem, kakšni so zares. Ravno danes sem imela eno tako srečanje pred tabo, ko sem nekemu gospodu, ki je v bistvu fizik, razlagala moj koncept dojemanja. Torej, če bi midva sodelovala, kaj lahko v bistvu jaz njemu ponudim, kaj mu lahko dam. Zdaj, kakšnih enačb težko, ker v človeških zadevah vse imamo tudi enačbe.
Valjda obstaja tudi science, social science, obstaja psihologija, imamo razne oblike psihometrije, ko merimo osebnost in tako naprej. Ampak tukaj so vedno odkloni, ker mi nikoli ne moramo podzavesti predvideti, niti ne nezavednega. Ne? Lahko prepoznamo to v terapiji, recimo, ampak moramo biti zelo izkušeni terapevti. Po drugi strani, to, kar si vprašal, je pa po moji presoji potrebno prevajati. Prevajati koncepte. Recimo, če rečeva, kaj je zate ljubezen, kaj je zate prijateljstvo, kaj je zate dober obrok, imamo različne interpretacije tega. Ne? In recimo, ko z nekom začnemo življenje, naprimer, ko začneš živeti z neko novo punco, ima ta najprej težave pri prepoznavanju svetov drugega. Ne? In to, kar jaz počnem kot svetovalka, ker jaz nisem klasičen terapeut, jaz sem razvila svojo metodo, kateri lahko mogoče, če bo čas pol kakšno besedo rečeva, jaz v bistvu prevajam iz slovenščine v slovenščino. Ne? Ker poskušam njune interpretacije. Aha, to je partnerska terapija. Recimo, enako velja prijateljstvo, enako velja podjetje. Recimo, definicija dobička, ti jih verjetno veš več kot jaz. Odvisno, kdaj pogledamo dobiček. In težava, ki sem jo že zdavnaj opazila, tudi kar nekaj kolumn je na to temo, je terminološka nejasnost. Ljudje govorijo o različnih konceptih, pravzaprav imajo po glavi isti pojem, torej to ne gre skupaj. Se pravi, temu rečemo, da ima pojem več referenca, če govorimo zdaj o lingvistiki. Ne? In je potrebno znati te pojme najprej uigrati. In potem pride, eno je pa seveda debata, drugo je pa življenje. Ne? Zdaj, kaj pomeni čisto stanovanje? Kaj pomeni za te? Kaj pomeni za me? Kaj pomeni zajtrk? Kdaj se vstaja? Kdaj se gre spat? Kako se spi? In tako kaj varanje, kaj ni varanje? No, recimo, kaj varanje, kaj ni varanje, ne? Verjetno se začne. Klasičen. No, kaj pa bi ti rekel? A jaz lahko te vprašam, ali ne? Ja, lahko. Okay. Kaj je varanje? Ja, zavajanje. Okay. Se pravi, najprej mora biti jasno skomunicirano med dvema, kaj so meje drugega. Ja. In če jih nekdo zavestno preseže, pa pol drugega zavaja, da jih ni, se pravi, skriva preseganje meja, to je varanje. Ampak kako so pa meje postavljene? Recimo, da jaz rečem, flirtanje z drugimi osebami nasprotnega spola mi ni okej. Zdaj treba definirati, kaj pomeni flirtanje. Ne? Ja, no kaj je flirtanje po tvojem? Ne vem, druga oseba si želi nekega odnosa s tabo in ti to prepoznaš in greš v to igro. Recimo. Čeprav ne boš šla naprej v to, se pravi neko to igranje, te igre, ampak tako lahko jaz komuniciram, že tukaj imam jaz mejo, da v bistvu to čutim kot nespoštovanje tebe do mene, ker si se z drugim v to igro spustila. Recimo, da je to tvoja punca v tem primeru. Ja, to je moja partnerka. In pol ona to ne preseže mejo in meni prikrije. Jaz mislim, to je že varanje. Zanimivo. Nekdo bi rekel, pa sej nisem spala z njim, sej nisem imela... A je to hardcore? Ja, čist. A res? Ne, se jaz nisem veka se ne strinjam, ampak svet funkcionira čist drugače. To v antropologiji ne lahko potrdim 100-krat. Ljudje vse čas iščejo priložnosti in ljudje zelo veliko lažemo. To je velika resnica. Ja. Ampak odvisno, kdo je nasproti tebe, koliko je dober analitik, kako je dobro teoretsko podkovan, koliko ima izkušenj. In načini laganja so različni, eno v besedah, big deal za dobrega retorika, kot si sam, drugo je v energiji. To so pa treningi, šole, katero vladajo recimo tajni agenti, energijsko laganje. In tukaj smo ženske, naj bi imele večji instinkt, ampak jaz lahko rečem, da ni nujno. Tudi moški imate lahko izredno močna občutja. No, ravno tukaj je tista moja zgodba prejšnjega gospoda, kjer jaz lahko pomagam nekomu, ki je rečeva high flyer v nekem biznisu, vrhunski. Je to gospod iz članka? Ne, to je čez nek drug gospod. Gospod, ki si sem jaz na sestanku. Torej, jaz lahko njemu dam samo to. Se pravi, da mu pomagam, da prepozna določene emocije pri ljudeh. Ker lahko to njemu, rečeva temu, najprej skrajša čas, drugič pa pridobi pomembne podatke. To je v bistvu empatija. Empatija nam da kaj? Uvid v stanje drugega človeka. In točnost tega podatka je težko prevedljiva, ker je trenutna. Recimo, jaz sem v tem trenutku super, zjutraj pa nisem bila, ker me je začela skrbeti, kaj bo za to vojno, ker imam določene, študila sem tudi v Ženevi,
skupaj z Irco Legan, znano Slovenko. In so obiskvale vsak mesec ta naša predavanja in smo imeli ogromno odprtih tem, med drugim tudi zdaj recimo vprašanje Gaze me je kar malo zaskrbelo, kaj za to pomeni za svetovni mir. Ta spopad, ki se nadaljuje, ki se širi. Tako. In sem bila prvo tako v stiski, sem čutila tako žalost. In pa sem jo rabila seveda predelati, da sem na tem sestanku ok, še prej sem imela nek online call in sem tudi ok, ker pa tudi oseba ni bila ok. In pravzaprav to je ves čas tisto. Mi ves čas nekako plavamo v morju emocij, v morju impulzov, v morju nekih nejasnosti. In odvisno od nas, lepo mi je, ker si postavil, da se vrnem nazaj na flirtanje oziroma varanje. Sigurno je flirtanje, sploh če se zgodi nek tak spontani prenos pri obeh osebah, tega načeloma, razen če si seveda zelo načelen, pa se odločaš, običajno ne moreš ostati tam, ker nekako spontano se dve osebi, temu rečemo kemija, recimo privlačita. Potem imaš pa recimo, poslušala sem ta podcast z Zoranom Milovićem, kjer je on, seveda poznam njegovo knjigo, poznam njegove trditve, seveda se ne strinjam z vsemi, kar jaz verjamem v ljubezen in jaz mislim, da je za zaljubljenost treba imeti pogum. Jaz pa popolnoma drugače mislim, da on zelo jasno loči ljubezen in zaljubljenost. Vem, ampak to jaz ne bi tako jasno ločila. Okay. Ker jaz osebno mislim, če si z nekom res v nekem takem, kar se, priznam, ne zgodi vsak dan, ampak v nekem takem odnosu prenosa energiji, medsebojnega oplajanja, o tem pišem v knjigi, ki sem jo prenesla, ti pogovori z Erosom, medsebojnega oplajanja, tega dobrega, je težko biti nezaljubljen, ker ti se lahko zaljubljaš v vedno neke nove dimenzije drugega človeka. Ampak to ni tista infatuation, ko si popolnoma, bom rekla, zadet od nekoga. To je že mogoče neka druga dimenzija. Se pravi, ni projekcija, pa pogled v neko iluzijo, ki se je skonstruirala v nam. Ker jaz njega tako razumem. To je res, ja. Se pravi, ta klasična zaljubljenost, ki se na začetku zgodi, ko se dva spoznata, in v bistvu veliko balasta, pa veliko vsebine ti dodaš na osebo, ki tam sploh ne obstaja. In potem se ta iluzija s poznavanjem začne podirati. Jaz ga tako razumem. Ne, se to imaš pa ponoma prav. Ampak je drugače, če se zaljubiš ti danes, ali pa kot si se zaljubil, ko si bil star 15, Ja. Popolnoma drugačna zgodba. In ko se recimo zaljubiš, ko si star 50, 60, 70, to je druga dimenzija zaljubljenja. In jaz sem imela ljudi, ko so bili zaljubljeni v teh letih. Sem jim svetovala, to je nekaj najlepšega, ko se nekdo, ki je star 70, zaljubi. Noro. Ljubezen nam da krila, ampak se je bojimo. Se je bojimo. In tudi mogoče to, kar si prej postavil, torej, da bi te motila, če bi tvoja partnerka se tako vedla. Absolutno je to problematično, ker ljubezen je vseeno zelo krhka in hitro se lahko njena krila poleta poškodujejo. Škodujejo ob enostavno primanjkljaju nežnosti. Miline. Ja. Se bo do vsega tega bo prišla, ampak prej, ko sem se hecel, ko sva se pogovarjala, da ne bova spremenila to v terapijo. Jaz grem vseeno v to smer, ker si rekla hardcore, se pravi ta moj, kako bi rekel, opisal sem, kaj bi jaz tretiral kot varanje. In pa sem probal nekako na hitro skonstruirati neko zgodbo, pa si rekla hardcore je to. A hardcore v primerjavi z večino populacije ali hardcore za življenjem. Za življenjem. Si veliko videla takih primerov, ki so zaradi tega pogleda da so mogli trpeti v življenju, v odnosih? Mogoče bi mogla zdaj več ravni razdelati tega. Veš, tudi si imel za 5 dimenzij. Recimo, če si z nekom res povezan, zdaj seveda vprašanje, kje vse si povezan. Lahko si kognitivno povezan, da imaš odlične debate. Pa mogoče je zate pospravljeno nekaj, za njo nekaj drugega. Tukaj ni linka. Recimo spolnost, delni link, ne celovit link. Ampak recimo, da si v tistem obdobju kognitiven, da rabiš debate, da rabiš neko žensko, zdaj se zmišljujem, ki je blazno razgledana in ti da nove new seeds, nove semena in ti rašaš tukaj tam gor dol. Kognitivna stimulacija. Tako, in se mogoče vsa ta energija, tvoja oči, vsa energija življenja pretvarja samo v V tem primeru te mogoče ne bi zmotila, da se ona malo spogleduje, ki bi rekel, naj se da duška. Če pa druga situacija, recimo, pa blazno močno, seksualno, erotično povezavo, pa popolnoma drugače.
In mi pravzaprav te definicije, kaj je varanje, kaj je prekršek, običajno naslavljamo glede na izvor stika, ki ga imamo s to osebo. In vse nas, od prvega do zadnjega, najbolj zadane erotično spolna energija, kaj je to sveta energija. Vse nas, tudi ženske in moške, tukaj smo si isti, najbolj globoko, lahko kot celiki trpljenja. Seveda nas potem prizadane, ampak moram ti reči iz lastnih izkušenj, da je vsaka ljubezenska veza neka posebna iniciacija. Ne? In najslabše, videla sem realne primere ljubosumja zaradi, bom rekla, lahko tudi čez banalnosti. Po drugi strani, če si pa ti vase siguren, to bi zdaj ti dala kot odgovor, v sebe, v svoj način, v svoj dotik, v svoj imprint, ki si ga dal tej osebi, tej ženski, sklepam, da so to pri tebi ženske, če imamo terapijo, Množina. Mislim, ne. Mislila sem na biseksualnost, pa homoseksualnost. Torej, jaz sem svetovalka, poslušamo se mogoče, jaz to pač zelo malo retorično. Ne, nisem mislila, da si ne, nisem tako mislila. Ne, bolj v smislu ženski spol, postavitve tebe kot moškega v odnosu do objekta, poželenja, ki je v tvojem primeru ženska, bi jaz rekla, glede na tvojo postavitev. Kaj sem hodila povedati, si me pa zmedel. Se upravičujem. Neč narobe. Ampak recimo glede ljubosumja. To. Tako, ko se ti gotovo vase, to sem hodila povedati. Veš, je pa prav ena posebna oblika, kako bi ti rekla, darovanja, zato to mogoče čudo ni spadlo, ko dovoliš drugemu, da si mogoče on dovolj in se vrne. Če me razumeš. Je verjetno te strah, da se ne bo vrnil na neki podzavestni ravni. Zdaj ti pravim, ko si vase gotov, ker še enkrat najbolj brutalen stik je žal, ali pa ne, kako želiva povedati, žal mogoče za tiste, ki želijo obvladovati tudi seks. To je tudi poanta moje knjige Pogovori z Erosom. Torej, zakaj se človek odloči? A se odloči za varnost, a se odloči za, rečva temu, katerokoli transakcijo, ker vsak odnos je transakcija nečesa. Tudi prijateljstvo je transakcija, da se bomo midva dober, da hengava skupaj. Ne raba zdaj imeti ravno biznisa, ravno nava zaslužila zdaj drug z drugim, ampak rečva hengava, kar nama je gut. Enako velja v erotiki, v spolnosti. In ko so tam močni prenosi energij, je pa to resnično lahko izredno zahtevno. In ko si omenil prej ta članek, ko moški, izrabljen moški, to je resničen moški, nek moški, ki se meni zaupal, danes je starejši, bil je res, jaz se ga spomnim 6 let nazaj, imel tudi nek tak poklic, pa povzam pa kaj, ki bi se mogoče lahko bi kdo sestavil. Se lahko poveva to zgodbo. Za tiste, ki niso brali članka, jaz poznam, ampak tako. Mogoče ti povej, kako si ga začutil. Tega moškega? Kaj te ostale, poanta te kolumne v bistvu. Mislim, sigurno sem videl nek pogled v družbo, kakršna je danes, se pravi, nismo čisto zadovoljni in potem iščemo različne outlete, da zapolnimo to praznino. Odlično, in mogoče pri temu moškemu, zagotovo sem delček sebe čutil tudi, in da je čez te bežne plitke odnose zapolnjeval nekaj, kar mu je znotraj sebe manjkalo. Tako je bilo pri njem. On je bil pri meni na terapiji ne vem, mogoče 15krat. Mislim, terapiji, pogovoru, svetovanju. Ker je bolj najprej samo govoril, me je pa prepoznal čez neke moje pretekle stranke, tako je do tega prišlo, da sem mi sploh zaupal. Je imel neko tako pozicijo, kjer je srečal ogromno žensk, je bil res še vedno izredno lep moški. Starejši? Ja, starejši 60 danes. Danes. Ampak takrat je bil pa koliko? Po moje tam nekje najnih let, tvojih, oziroma nekje, mislim najnih, mi imamo razliko, jaz sem 46, ti si koliko rekel 33, Mogu reči o nekih 40, res lep moški, res lep moški. In jaz slučajno se pač res zgodil v mojem življenju, da jaz potem določene akterje teh zgodb srečam, presežem. In jaz sem vedno zaupna. Meni ljudje zelo zaupajo, ker vajo nekako po moje začutijo, da imam to etiko. In sem srečala eno od njegovih bivših, rečeva temu ljubic, ker takrat je bila ona v vezi, on v vezi, pač on je bil poročen. Ja, to je realnost. Drugače. Zvestoba je odločitev. Za mnoge pa, to je rekel moj stric nekoč, pomanjkanje priložnosti. To je on rekel. V času, ko sem jaz v prostovoljnem celibatu, ko sem še študent. Se pravi, neprostovoljno so zvesti.
Ajde, ne. A večina. Mislim, realno, kaj je zvestoba brez testa? Seveda. Ti si lušten, krasen, poznan, verjetno imaš več možnosti kot nekdo, ki je mogoče v neki vasi, na traktorju, ki sreča 10 punc v svojem lifeu. Ja, moje življenje je ful težje. Mislim, v smislu preizkušnja, ne? Ja. V smislu preizkušnja. Ja, testa, ne? Ja. A veš, če te noben ne pogleda, mislim, big deal, ne? Biti zvest. Se ne rabiš odločiti. A razumeš? Točno to. Oziroma nimaš preizkušnje kot, ne vem, številne zgodbe so v literaturi, ne? Kako nas preizkuša, ne? Strast in tako naprej, ne? In zdaj, kaj bomo naredili, ne? Toliko tem, ne? Tudi kaj bi bilo, če bi, ne? Jaz tega ne prenesem, ne maram in raje ljudem svetujem čisti eksistencializem, torej v sami realni zgodbi življenja vidiš, kdo res si. Zato jaz pač ne želim ljudi soditi, zato sem na nek način v smislu pogovora zelo odprta. Zato sem naprej vprašala, ne ženske, ne pač ostalo, kar imam tudi čisto seveda prijatelje in tudi ljudi, ki so imeli določene tudi biseksualne izkušnje, ampak jaz tukaj ne morem kaj dosti pomagati, ker jaz pač nimam teh nagnjenj, ampak lahko pa razumem v smislu poželenja, ki je na nek način ugasnjeno. Ker to je največji problem tudi tega gospoda bilo na koncu, ne? Ko se seveda na neko to žensko on potem zaljubil, ona se nazaj v njega ni, ne? Oba sta imela pa žene. Ja. No, se z njo sem bila tudi nedavno na kavi, ona seveda ne ve, da jaz to vem, ne? On mi je sicer povedal, ampak držim jaz to zase, tudi ona je ena čudovita oseba, tudi imela neke take velike temu priložnosti, ne, doživljanja različnih strasti. In on je bil v bistvu izrabljen, ker se je tako tudi počutil in mi je prav to razlagal, ne, kako so ga ženske dobesedno poseksale in odšle. Torej, ni resnica, da so samo moški tisti. Ne. Jaz sem mogoče ena bolj redkih žensk, ki o tem tudi pišem. Ne. Pa ne, da zdaj želim po ženskah, bom rekla, toč, nikakor. Ne. Ampak, izravnati narativo. Tako, kako lepo. Terminološko popolno, božansko. Stvar tudi v tem, ne, da je v bistvu ženski orgazem mlada institucija. Ne. Ženska predtem ni imela pravice do doživljanja erotike. Ne. In danes ima ženska lahko tudi sama, če želi, ne, če nihče ne kontrolira. Ne. Tudi ženske številne se ne odloča več za družino, pa mogoče ni toliko vzrok v tem, da želijo uživati življenje. Pač mogoče so, če govoriva, če obstajajo prejšnje inkarnacije, to nalogo delale. Ali pa ne vem, delajo druge stvari, pomagajo svetu, ustvarjajo produkte, rojevajo otroke v narekovaju, knjige, projekte, rešujejo mnoge sisteme tudi in tako, ne? Za svojo energijo, svojo prisotnost. Ta moški, ne, če se vrnemo k njemu. Ja, izraben moški, povej, kaj te zanima? Zanima me, če si ti opazila, da je bila to samo njegovo občutje, ali je bilo dejansko v realnosti, ki ne obstaja objektivna, to res, ne, da je on bil izrabljen. Če si lahko to nekako začutila, a so te ženske res bile s tem duhom v odnosu? Ne? Se pravi, kaj pomeni izraba? To je najprej treba se odločiti, kaj je to. Ne? Jaz bi rekla, da je to takrat, ko čutiš, da ti nekdo nekaj vzame. Seveda je to lahko subjektivno, nujno, ker objektivnost, kot rečeno, je znanstvena paradigma. Kvantna znanost nam vse obrne na glavo. Se to veva, ne? Se pravi, kvantna znanost nam v bistvu pokaže, mislim, so o tem tudi fanti govorili, te robne pogoje, ne? Kjer se naša objektivnost obrne ne samo na glavo, ampak sploh ne vemo kam, ne? Težko merljiva. Ja, lahko da je to bila njegova subjektivna ocena, ampak osebno mislim, da ne, ker je bil zelo žalosten in tudi sami pač povedal, da se v življenju njegov citat, ful sem se nafukal, na koncu sem ga pa jaz nafukal, ne, to je pač on izrazil, ne, zdaj pač povem, kaj mi je zabaven stavk, ampak v tem stavku lahko recimo začutva to roughness, ne, njegovega življenja, ne, ker tudi njegova pot je bila pač taka, z vidika, bom rekla, neke normalnosti živo neko tako nenavadno življenje, ne. In tudi sem srečala drugot moške, ki imajo te občutke. Ne? Torej, jaz mislim, da je v tem času problem pri moških spet najdeti to svojo, bom rekla temu, celovitost. Ne bom rekla moškost, ker je to spet mogoče preveč stereotipno, ampak to celovitost. Ne? Zdaj, kako se počuti moški v moškem telesu? Ne? Ali pa kako se počuti ženska, si to kdaj vprašal? Kako je biti ženska? Sem odnehal. Ja, nimam dostopa do tega, zares ne. Jaz sem enkrat imela res, prisežem, to si ti mogoče tretja oseba, ki bom zdaj povedala, ampak kdorko ne bo poslušal, v meditaciji, ker sem res meditirala tudi sama mnogo let, res bežno izkušnjo, zelo hipna izkušnja, kako je, če si moški. Ne? In važna
Najbolj važna oblika je pač penis. Ne? Se pravi, spolovila, genitalije so tiste, ki rojevajo nova bitja, ne? Novo življenje. In tukaj je pač izvor hormonski in tako naprej, ne navešla zdaj v detajle. Ne? In v tistem trenutku sem začutila popolnoma drugo dimenzijo glave. In tista izkušnja je meni dala ogromno. Ne? In jaz imam res za moškimi zelo dobre odnose. Jaz nimam nobenih težav z nadlegovanjem, nobenih, res ne. In zakaj govorim? Zato, ker je to res. Ženske same pogostokrat izzovemo določene reakcije. Ne? Ok, lahko imamo v procentih moške, ki so patološki, seveda, ampak te ne hodijo ravno po vseh trgovinah. Ne? Pogosto se recimo zgodi, da ženske zakrijejo neke želje, ne? Se pravi pozornost, ne rada imamo pozornost, jaz osebno niti ne toliko zelo, ne? Ampak recimo, ne, če imaš rad, lahko počneš neke stvari, da jo pridobiš, lahko jih pa zelo hitro ugasneš. Ne? In če se že zgodi nek indecent proposal, ga lahko lepo prijazno zapreš. Ne? Jaz nisem nikoli nikogar užalila, ne? Sem bila vedno korektna. Tudi ko mi kdo daj piše, jaz nisem ravno vešča Instagrama, pač imam ga, sicer mi je ena prijateljica dela moja misli objavila, ker se mi zdi ridiculous, ampak jo pustim, ker je tako simpatična, ker to ni ravno za misli, ne bo za fotografijo oziroma ostale gradiva, ali kaj to boš ti bolj povedal, ne? Ampak recimo, ne, mi kdo kdaj piše, pa pošilja kakšne slikce, pa sem vedno prijazna. Ali pa, če pa kdo pač gre predaleč, pa zablokiram. Torej, ni treba imeti nekih komunikacij. Ne? In tukaj pozabljamo, da sami marsikaj uravnavamo. Ne? Tudi zlorabo v končni fazi. Ne? Če si z nekom v vezi, čutiš, da ni teh pravih transakcij, pravih prenosov, lahko marsikaj ustavimo, ampak moramo biti celi v sebi. Ne? Če smo pa neceloviti, polni lukenj, se pa seveda dogajajo zelo podobne stvari vse čas, dokler ne srečamo nekoga, ki to stavi. Ne? To je pa ta kairos, recimo v psihoanalizi rečemo temu kairos, nekdo, ki ima za nas tisto rešitev, tisto energijo od rešitve, recimo. To ima druga oseba za nas. To prinese nekdo drug k nam. Ja. In nosi v sebi, recimo, našo, rečemo kodo, ne? Kar nas lahko odpre in zazdravi. To naj bila tudi, recimo, poanta neke prave terapije, ne? Da ti človeka odpreš v pravem trenutku s pravo energijo miline. Ne? In to ne govoriš, da je oseba, ki je tvoja partnerka ali pa partner. To je neka pač oseba, ki jo ti srečaš v življenju. Pogosto se zgodi, da je lahko potem to tudi erotični prenos, ni pa nujno. Ker v terapiji naj se ne bi zgodil, ne? To je ta transfer. Ampak se pa tudi lahko zgodi in je pogost. Da potem nekdo, ki te gane na neko globino, je nekdo, ki te kliče, ne? Kot sirene. Enostavno se ne moreš priti temu glasu. Se pač pravim, da so te ljubezni vseeno neke igre usod, ki so namenjene nečemu. Ne? In zdaj od našega poguma odvisno, a gremo v to ljubezen, v to strast, ali se raje zapremo v svoj sistem in smo nedotakljivi. Ne? Zato, si pač sploh, če smo prej bili prizadeti. Se to je dosti pogosto. Ne? Mi imamo pri 15, 16, 17 do 25 recimo neke odnose, ki iščemo, gledamo sploh, kaj to je, močen koktejl teh hormonov. Ta zaljubljenost, ki sva prej rekla, da mogoče Milivojević govori o tisti res najstniški, tisti, ki si zadrogiran. Ne, pa ima krasna sporočila, Bog ne da kritiziram, ampak absolutno se strinjam s tem, ampak sem hotela dodati. Ja. In potem v tem zanosu, ko greš all in, ker itak nimaš izbere, pa verjameš takrat, to je zdaj za forever, si prizadet. In potem se zapreš. Res? Pogosto to opažam, ne vem. Ali se ne bi strinjala, da so te male travmice pogosto ovira pri odnosih, ki jih imaš kasneje, ker se ne moreš odpreti. Spet odvisno, zopet si odprl 6,5. Recimo, to mi všeč, recimo, da je nekdo, da je to oseba, ki je dokaj razvajena, rečemo tako, da bo lažje razumela. Se pravi, nima nekega moralnega imperativa visoko postavljenega, običajno. Kaj to pomeni? To pomeni v klasični ontogenezi oziroma antropogenezi, ali pa da zdaj po domače povem, socializaciji, pridobimo določene kode ali pa rečemo kulturni vzorec družbe, ki ji pripadamo. Tukaj tudi potem ta avtoritarna vzgoja ali pa permisivna, to sta te dualnosti, ki so najbolj velikokrat tudi
nekako v medijih procesirane. Ne? In tisti, ki naj bi bil permisivno vzgojen, nima tega imperativa moralnega, toliko visoko postavljenega, kot tisti, ki je avtoritarno. Kar pomeni, da se tisti, ki je vzgojen avtoritarno, dokaj zgodaj srečuje s frustracijami in jih prenese. Ljubezen je pa v bistvu tudi frustracija, lahko. In če nekdo permisivno vzgojen, nima te robustnosti, trpežnosti, da bi recimo prenesel ta test. In je mogoče iz tega vidika teže mu zaupati. Lahko je pa druga skrajnost, da je pa nekdo bil zlorabljen na druge načine, pa da je tukaj v tem primeru zelo zaprt, lahko anksiozen, lahko ima kakšne druge težave. To sem recimo opazila zlasti pri otrocih oziroma mladih ljudeh. Zopet nimam nič proti ničemer, ampak opazujem neke tendence. Pri pogostem kajenju trave, recimo, sem opazila te težave pri potem neki realni sliki situacije. Ne? In tudi neko tako potlačitev. Ne? Ker jaz vem seveda, da se obstajajo tudi DMT in druge oblike drog, ki te poti v naših možganih poskušajo vzpostaviti, ker veva, da melatonina tvori, se pravi, češarike se tvorijo ti določeni hormoni, ki lahko tudi nas v nekem naravnem meditativnem stanju dajo v neko ekstazo. Ne? In se seveda tvorijo tudi, če smo ravno pri teh temah moške-ženska, ali pa pri erotiki, ki je seveda med več spoli, mislim med dvema, oziroma psihološko je več spolov, se vzpostavijo te energije, in takrat je ta prenos sigurno toliko močnejši. Ampak ja, jaz bi rekla, da je za ljubezen treba imeti pogumno v vsakem primeru. Zelo. In brez tega, da si prizadet, si ne zaslužiš velike ljubezni. Amen. O to sem prepričana. In to boš prebral v tej knjigi. Se pravi, če prav razumem, moraš imeti pogum, ker te je strah, ampak skočiš noter v to. Ker veš, da bo lahko praska. Ja. In vedno včasih bo. je. Vedno bo. Ne, da včasih je. Vedno je. Brez tega ne gre. Se pravi, to je vrtnica s trnem, yin-yang. Se pravi, principi, nekako pretakanja. Zdaj pa, če sta oba recimo temu ozaveščena, da se zavedata, da je ljubezen, tudi recimo, ko imaš nekoga flurat, pa ko ga ob tebi ni, ga pogrešaš. Ok, se je vse ok, ampak ni ga ob tebi, in ga pogrešaš. Že to je recimo primer trpljenja, bolečine. In ko mi čakaš, da pride. Je tako? Je. Zdaj pa spet odvisno od tvoje strasti. Koliko do konca ti greš? Koliko res do konca nekdo gre? Ti konci so različni. Vsak človek ima neke svoje definicije, svoje meje. In tudi sposobnosti, jaz bi temu rekla, prenašanja ljubezni. A veš, kot bi si širil nek neko prostornino za ljubezen. Tudi za misli, se pravi, kapaciteta v glavi, ok, jo imamo, to je najlažje buildati neke misli, to je najlažje ljudem pretakati v glavo. A težje je narediti kapaciteto srca. Ljubiti kljub temu, da si prizadet. Jaz ljubim naprej. Zakaj ne? Kaj sva rekla, da je vsak odnos je transakcija? Ja, odvisno na katerih frekvencah, ampak ja. Vsak odnos je transakcija. Ja. Kako pa to gledaš na to izjavo iz vidika ljubezni? Ali pa kaj sploh je ljubezen po tvoje? Ja. Zato, ker jaz vedno nekako razmišljam o tem, ali pa čutim to, ali pa se s tem konceptom nekako srečujem, je, da odpade transakcija med mano pa svetom v vseh oblikah. Ko si zaljubljen? Ko sem v ljubezni. Aha, ko si v ljubezni, to si v bistvu poudaril. Ker ti to zelo ločuješ, vidim. Ja, ful. Ok. Ja. Zdaj ljubezen, ki jo je promoviral, ne vem, Jezus, ali pa v religijah, ali pa nek tak občutek tega, kako si zlit z vsem, tam ni transakcije. Kako da ne? Tako jaz zaznavam, ker... Ok, možno. Ja, ker se pravi, če je transakcija, ta miza mi zdaj služi in če mi ne bo služila, jo vržem ven. Kako razumeš ti transakcijo? Tako. Aha, tako. Ja, ti je verjetno drugačne. Ja, seveda. Jaz se pač razumem kot... Ali nekaj dobim, nekaj dam. Ni to transakcija. Jaz se razumem kot krogotok, kot vdih in izdih. Tako se razumem transakcijo. Se pravi, če ne moreš izdihati, ne moreš vdihati. In tudi Jezus je imel za moje pojme valjda močne prenose, vse, kot ga poznava. In tudi ti vem, da meditiraš, to si v nekih teh klipih, ki sem jih pogledala, povedal. Zdaj tudi v meditaciji ti recimo spreminjaš svoje stanje zavesti.
Recimo, tako kot zamiživa, recimo, je drugačna transakcija. Ne? Zdaj s tebe vidim, recimo, malo drugače, kot te gledamo. Spravi, to je ta notranja in zunanja zavest. Ne? Ja, vidiš tukaj, ful dobro, ki prehajava na začetek pogovora, ki sva rekla, določene izraze pa pojme drugače pač razumemo. Točno to. In se je fajn zmeniti, kaj razumemo. Točno to, da imamo isti vibe, ne? Da v istem govoriva. Ja, in to je v bistvu zdaj prav lep primer, ne? Ker si rekla, recimo, ko greš meditirati, spreminjaš svojo zavest. Jaz bi rekel, da je obratno drži. Okay. Obratno, ne? Ker spreminjanje zavesti ima doskrat ukomponirano željo po spremembi. Se pravi, zdaj sem tukaj in zdaj se usedem in hočem priti sem, nekam drugam. Prav, hočem spremeniti zavest v nekaj, kar je bolj zaželjeno ali pa nekaj, kar mi bo bolj služilo od tega trenutno. Zato ljudje pogostokrat meditirajo, ne? Ker rečejo, zakaj je dobra meditacija? Ta stavek ima noter ukomponirano željo po spremembi. Cilj. Ker sem pa jaz rekel, jaz obratno to dojemam, je pa nobene želje po spremembi, ampak je opazovanje tega, kar je. Lahko je tudi želja po spremembi, ampak opazovanje tega, ne? Se pravi, je odmaknenost od te zablode ega, ki si vedno želi spreminjati stvar. Nobena stvar ni dovolj dobra. In mi živimo v tem duhu in to je v bistvu naša ta bolezen ali pa izvorni greh. Tako jaz to vidim. Dobro si povedal. Ja, hvala. In to jaz vidim kot vajo, da je izstop iz tega. Čeprav zares ni izstop, ker tudi izstop je neka želja, ampak zgolj opazovanje realnosti, takšna, kot je. In tukaj jaz mislim, da ni transakcije, ker nič ne dobim. A ko meditiraš? Recimo. Ali pa ko ne meditiram, recimo zdaj. Ne. Recimo, ni potrebno spreminjati akcije. To, kar sem hotela v bistvu povedati, je mogoče samo to. Sam še to, to sem pozabil. Dej. In to je enako ljubezen. Zanimivo. Ker v bistvu vse, kar mi je Bog dal, na vednicah, vesolje, realnost, zavest, karkoli, mi je dovolj. In to je ljubezen. Ja, to je ta celovitost. Ne? In zdaj, če greva na partnerski odnos, to, kar ti si, mi je dovolj. In to lahko vključuje katerokoli akcijo, ki jo ti delaš. Lahko flirtaš z drugimi. Če sem jaz v stanju ljubezni, jaz tebe sprejemam takšno, kakršna si zdaj. In samo to je prava ljubezen. Vse ostalo je tako zelo zaljubljenost, pa če to narediš ne, pa če ta moj koktel preneha delovati, potem to vzemem nazaj. Ne vem, če je to ta velik ljubezen. Ne. Da je to nekaj... Super se pa, za se kar strinjam, ne? A si končal? Ja, se upravičujem. Ne, super si vse povedal. Jaz sem mogoče hotela sam to reči, da ko zamižimo, recimo, ne, če tudi zdaj mogoče zapreš oči, recimo, ne, sem zelo hiter v alfa, ker sem natrenirana, ne, in dam na primer fokus v podplate. Ne. To je tudi pri mojem autogenem treningu, ko učim ljudi. In zdaj, ko sem jaz v podplatih, recimo, sem še bolj sproščena kot prej. Recimo, če bi zdaj midva tukaj merila možgansko valovanje, bi verjetno se spremenilo. V tem smislu sem mislila spremenjene. Ampak sem se mogoče res rahlo terminološko narobe izrazila, bi mogla reči sprememba v bistvu frekvence, ne pa zavestja. Ker zavestja pravzaprav vse čas tukaj. Ne. In je ista, ampak samo mi smo zdaj tisti, kjer smo zdaj nakonekteni, smo nakonekteni samo, kot si sam rekel, v ta ego. In to mislim, da je največja težava ljubezni na splošno, da ljudje preveč stvari gledajo čez ta vidik tega zunanjega oboda zavesti, tega človeškega ega in premalkrat iz vidika duše, ne, iz vidika te večnosti, ki je vsakomur izmed nas. In to, kar si rekel, ne, da si potem ne, ko pride ta velika ljubezen, jaz rečem, kot imamo radi, ne, zeleno skrbno gospodarstvo pa ekologijo, smo lahko tudi sebi samoskrbni, ne. In jaz sem prepričan, tisti ljudje, ki sami sebe energijsko znajo napajati in že napojiti, so lahko najboljši partnerji, ljubimci, prijatelji in spremenjevalci svetov.
Vsi ostali pa zelo radi vampirizirajo druge in delajo zelo take, bom rekla, zero-sum game transakcije. Ne? Ja, se strinjam. Ja. Ja. Glede ljubosumja, prej mi je bilo zelo zanimivo, ker sva se o tistem mojemu primeru pogovarjala, pa sva pa rekla, če bi bil siguren vase. Ja. Ja. Kako pa rešiti to, recimo, problem ljubosumja v nekem odnosu, ker to je, se mi zdi, da je zelo pogosto pri nas, pri ljudeh. Kako sploh začeti reševati to, da sem siguren vase? A lahko tam pod vprašanje? Seveda. A je to recimo pri tebi, a se pojavlja pri tvojih partnerkah? Oboje in pri mojih znancih in njihovih partnerkah in njih. Okay. Tako generalno vidim kot... V bistvu se ga ne da rešiti, ker ljubosumje ima kljub vsemu eno funkcijo in sicer lahko bi rekla, da je to zavedanje neke vrednosti sebe in drugega. Zdaj sporo razmišljam, če sem kdaj prav pretirano ljubosumna. Imela sem eno izkušnjo. Nekoč pa nam so detajle, ker ta oseba ne bila zadovoljna. Ko je pač on naredil par takih potez, pred menoj flirtu s tisto osebo in ona z njim, ampak to je bilo prav tako, to ni trajalo minuto, to je trajalo kar precej, ker smo v nekem potovanju. In pa sem seveda rekla, le ni panike, če jaz nisem to, kar ti želiš, lahko greš, valjda smo ostala skupaj, nekaj časa še. A lahko bolj detaljno poveš, kakšno interakcijo sta imela, ker to me zanima. Pogovor, zabava, tako, komplimenti in tako. Tako komplimenti, dobro zgledaš, ti tudi dobro zgledaš. Ne, to ne, v videzu ne, ampak drugih stvarih, to si je ful dobro naredila, ja, to se je tudi strinjam, tako v tistem smislu, ko je že pač dva, se ne morate pomagati, ne. In leza to skupaj in ti si tam zraven, ne. Ampak jaz sem to vzela kot neke vrste, še enkrat, ne, spet je odvisno, kakšni smo mi po naravi. Koliko je za nami nekih preizkušenj, jaz jih nisem imela ravno malo, ne. In iz tega vidika razumem tudi, rečemo temu, dušo sveta, to se zelo tako sliši poetično, ampak razumem celoto, ne. In če meni celota nakloni nek tak, bom rekla, odnos? Scenarij, ki ni del moje glave, jaz poskušam gledati, kaj to pomeni za me, ne? In poslušam. Valjda, takrat sem bila huda in sem norela in tako, ne? Polka sem bila sama, ampak po tistem ni bilo nikoli, se mi zdi tanska spada, ne? Pa imam drug primer, bivšega moža, ki ima še vedno odličen odnos. Kako ste skomunicirala s tem prvim? Ja, no, če sem norela, on je pa užival, ne? Tako. Užival v norenju? Ja, zato je videl, koliko on meni pomeni. On je to tako, da smo bili ful mlajši, ne? Ampak recimo, ne, jaz sem tudi passionate, jaz nisem nekje napolne, kar mene stvari napolne zanimajo. Ne. In je razumel, da te to zbode, pa je naslednjič on bil bolj pazljiv? On mi je vrnil, ker jaz sem pa nekaj časa nazaj z nekom, pa nič nisem imela, ampak tudi sem s nekaj dopisovala, me seveda najdu, ne. In sem zanikala tako, kot vsak, ne. Okay. Tako da bi mogoče malo vrnil, ampak to je bilo zelo tako... Playful, ja. Ampak, ja, se strinjam recimo s to definicijo. Naprimer, zdaj, če bi bila v nekem takem partnerstvu, ne bi želela in tudi ne bi počela tega, ker enostavno stvari neki, ne, lej, če ti si z nekom povezan, jaz nikoli ne gledam telefonov, ker ne rabim. Jaz imam zelo, zelo dobro natrenirane določene perceptorje, ne, in receptorje, ne, za zaznavo marsičesa, ne, in tega ne rabim, ne. In tukaj se meni zdi nespoštovanje mene osebno, da bi šla jaz gledati telefon od partnerja. Jaz tega v življenju nisem naredila. Enkrat samkrat. In tudi tako ne bom. Toliko sem samozavestna v to, kar jaz sem za tistega, ki me tako začuta. Ne. Kaj pa, če nekako zveš, ne vem, vozita se v avtu, on ima telefon gor za navigacijo in pride sporočilo, kaj tako ne vem. Nisem tega doživela, ampak... Ker recimo ne rabiš brskati, hočem sam povedati, ne rabiš brskati po telefonu, da te v glavo zadene informacija. To je pa že težava sodobnega sveta, ne? Ja. Se pravi, kot se rekla prej, ne? Kaj je zdaj zvestoba? Ali je to stvar preizkušnje, ne? Oziroma priložnosti, ali je to stvar odločitve, ne? Ne vem, kaj bi naredila. Verjetno bi naredila se, da ni nič nekaj časa, pa bi, po moje bi dala na ignor, potem bi se probala pri kakšnih stvarih bolj potruditi, pa ga pozvati. Tako bi odvisno od čustva. Jaz sem antropolog, jaz se opozujem, jaz ne bi se izdala. Tudi ne bi na začetku povedala, ne bi mu dala manual, ne, statističnega priročnika, kako delati, oziroma ne, kakršnega koli priročnika, ne, se pravi, kolikšna verjetnost, da se zgodi nekaj. Jaz bi ga opozovala, ne. Dala bi ga na test, definitivno.
Okay. Tako bi naredila, ne? Okay. In ko bi ugotovila, kako in kaj, zdaj, jaz verjetno ga ne bi šla niti spraševati, zato ker ljudje po defaultu lažejo. Ne? Številni moški, ki so bili pri meni, pa vem, da so vsi trdili, da niso. Enako ženske. Torej, a veš, mene tako včasih heca, naj mi pove resnico. Mislim, se začnem smajati. Kakšno resnico? Kako? Ok, pustimo fakte. Sem spavznil, nisem spavznil. Razumem, to je fakt, ampak resnica je zelo problematičen pojem. Zakaj? Iz vseh vidikov. Eno je seveda odnos, ki ga imaš ti do sebe. Torej, ali imam jaz pravico živeti življenje tako, kot ga želim? Bi rekli, v tem času je itak skrajni individualizem, vsak ima pravico do počutiti se, kot se pač počutim, ne glede na to, kakšen je svet okrog mene. Po drugi strani naj pa resnica vedno stvar nekega dogovora, ker objektivna resnica je oddaljena. Obstaja, temu rečemo, čisti nous, ki predhodi modrosti, podatkom, ki so čisti, znanstveno intaktni in tako naprej. In to je težko doseči. Ampak, če smo midva v vezi in me ti vprašaš ta punca, s katero si pišeš, a ti je všeč, a si želiš biti z njo, a želiš spati z njo, obstaja resnica. Okay. Zdaj vprašanje, jo bom jaz delil, ali ne bom, ne? No, in če bi te vprašala, bi jo delil, ali jo ne bi delil, recimo, ali pa kot te punca vpraša. Ja, zdaj smo šla na polje. Noč hudega, terapija, to si hotel, ne? Vprašanje je ja, odgovor je ja. Ok, bi delil. Ja, ker na najvišji stopni imam jaz ravno to iskrenost postavljeno. Zaradi tega, ker če tega ni, se mi zdi, da vse začne. Jaz pa pragmatičnost, ker sem malo starejša od tebe. No, zanima me, recimo, zakaj, ne? A se kaj bi... Če sva dva totalno odprta drug do drugega, pa sva inteligentna, zrela človeka, veva, da bo drug imel poželjenje enkrat v teh 40 letih, po drugem. Skupaj, po drugem. A so mi da zdaj dosti zrela, da si to poveva, ko pride do tega, ne? Lej, sem imela že take primere, velikokrat svetovanja. Zdaj vprašanje, ali je to stvar mene, če je to tvoje poželjenje. Zakaj bi bilo to moja stvar? Če ti do mene, ok. Če odnos funkcionira. Se pravi, že vprašanje... Ali imam pravico to vedeti? Ni, ok. Recimo, da sva zašla na neko področje pa peva, ki si upava, ne? Spolne fantazije, poželjenje kot tako. Odkot se poželjenje napaja? Odkot se napaja, kaj bi rekel? Nezavednega? Ne vem, kaj nekoga vzburi, recimo. Ali je to določeno družbeno, ali je to določeno naravno, ali je to določeno iz prejšnjih življenj, ne vem, če sva iskrena. Genetika, okolje. Na splošno, kaj napaja poželjenje, recimo, kaj je lepo, ne? Danes imamo v ženskem smislu lepota je, ne vem, podaljšani lasje, podaljšane trepalnice, ne vem, a je to lepo? Jaz osebno mislim, da ni. Mogoče tebi je, da je ženska brez takih trepalnic ni lepa. Mislim, ne, zdaj se zmišljujem, ne? Ali pa recimo moško telo. Kakšno je moško telo tisto, ki je estetsko res lepo? Ne? Ali mora biti definirano, mora biti, ne vem, visoko toliko in toliko. Če se pri videzu, potem imamo druge estetske standarde. Ali je preklinjanje lahko seksi? Verjetno je, odvisno od naboja, v katerem sva. Torej, midva sva v bistvu takoj na nekem takem zelo, zelo zahtevnem teritoriju, kjer sploh ne veva, kateri parametri vplivajo recimo na tvoje poželjenje konkretno, ali pa na moje poželjenje konkretno, ne? In ni garanta, da si ne bova poželela drugih ljudi. In če vnaprej to veva, zakaj bi to raziskovala, če je dejstvo, da se to lahko zgodi? Ne, sej, jaz ne mislim, da raziskujeva razloge, zakaj se je to zgodilo, ampak raziskujeva fakte, a se to dogaja v mojemu svetu? Verjetno, da se. Če že vemo, da se, zakaj bi spraševali po stvarih, ki so očitne, verjetne. Sploh, če si medijsko izpostavljena, ne? Če imaš neke parametre objektivne privlačnosti. Zdaj smo tako direktno na men. Mislim, na tebi, na men, na nekom, ki pač je nek predstavnik, recimo poprečju, ko bi pljali tebe, bi rekel, si lušta, nisi od 1 do 10, imamo neko poprečno oceno. Ne? In je verjetno, da boš ti imel več nekih stikov kot nekdo, ki ima oceno 3. Ali ni tako? Ti si hotel fakte, pa dejstva. Ja. Pa pač zdaj socialni eksperiment. Ne, vse to mi je super, da se direktno pogovarjava. Mogoče sem tako, kako jaz gledam, ko sem z nekoma, ne? Mi je zelo fajn mi dene, če vem, da sva drug do drugega, da sva naga.
v tem smislu, kaj se dogaja v glavi nekoga drugega. In ta radikalna, ne vem, iskrenost ali pa odprtost, mogoče ni pragmatična, ampak je taka zelo surova, pa zelo... Nekaj je smiselna, ni pa povsod. Tudi jaz tako svetujem parom, ni povsod smiselno biti prav vsake stvari, vse razložiti. Ker gre preveč energije za besede. Rabimo se tudi malo božati, pa kaj pojesti, pa se smajati, pa se zabavati, pa gledati zvezde, pa početi nič. Biti v tišini. Zakaj bi rabili vedno vse verbalizirati? Ne? Iskreno mislim, neke stvari so samo tvoje, neke stvari so samo moje. In tukaj mislim, da pari izgubijo ravnovesje med temi, bova rekla, mehurčki, recimo tvoji prijatelji si verjetno mislijo, da imajo podobno. Jaz verjamem, da so punce mogoče nesigurne, sploh se pravim še enkrat, če imaš ti priliko srečevati določene druge samice, partnerke, potencialne žene, ne? Ker če se z nekom skupaj ni rečeno, da bo z njim ostal zavedno. Ne? Ampak to je faktor tveganja, s katerim se mora vsaka oseba na tej zemlji soočati. Ne? In mislim, da se mogoče moramo naučiti, evo, tukaj se pa pri milini žensk, pa pri estetiki, ne? Ali pa etiki ljubezni. Torej, čemu sem jaz osebno predana, a ne? Ali pa iskrenost. Jaz sem izredno za iskrenost, ampak iskrenost se začuti v energiji. A ne? Tvoje polje, moje polje, ne vem, polje nekih drugih ljudi, s katerimi smo skupaj, kadar je ta iskrenost med nami, se pravi, beseda iskrenost ima v sebi iskro, se pravi nek ogenček, nek žar. Mi se ne rabimo pogovarjati, ker se čutimo. A ne? In to, kar se ti v bistvu spostavil, je neka meja. Ne? Šla sva zdaj v bistvu v ilokucijo, v nek drug performativni oziroma neperformativni govorni akt, kar pomeni, da sva zašla na polje, kjer pa predvidevam, da se nekaj zgodi. Ampak jaz tebe čutam, jaz ne rabim vedeti, če vidim, če te čutam, vem, a me štekaš. In jaz tistega, kar vem, ne sprašujem, ker se mi zdi škoda. In poskušam v tem primeru sebe izboljšati, a ne? In bom rekla, še globi začutiti in mogoče bo to rešil tisti problem. Če bi se pa recimo to ponavljalo, da bi pa recimo partner vas čas bil na telefonu, pa le jasno, da pač jaz zgubljam svoj čas, ne, ker je sečem žene kratko. Ne. In zakaj bi investirali v rastlino, ki je že vzdavnej brez korenina, ne, zalival neko praznino, ki je namenjena, da ostaja prazna. Tam se spalo običajno omaknem, ne, nimam nekih scenarijev, nekih scen pač. Ja. Sej jaz v bistvu mislim, da isto stvar govoriva, ne, se pravi, ti se na koncu omakneš, jaz samo govorim, da pred tem je verjetno koristen, direkten pogovor. Ni nujno. Se pravi, neki... Sploh, če nekaj veš. Aha, ok. A ne to pa zdaj nezavedno, jaz ti zdaj poskušam mogoče, ne, če me slediš, ampak torej eno je zavestno, zavedno tisto, kar imamo pred očmi, s čemer se pogovarjamo, vse ostalo je pod vodo in tisto deluje na vse nas. In zakaj bi opredeljevali stvari, ki so očitne? Jaz bi raje v tem primeru, ne vem, partner, ki je nezadovoljen, še bolj poskušal zadovoljiti, da bi recimo pozabil tisto osebo. Zakaj ne pa to rešitev? Ne? Zakaj bi rešitev diskurs? Ne? Jaz mislim, da je to napačna pot. Če je problem v neki čutnosti. Ne? Če ti želiš imeti seks z neko drugo žensko, je problem v čutnosti. Ne? Ali pa mogoče zmanjšanje kemije med dvema osebama. Ne? In če smo tukaj celi, postavljeni, zreli, sprejmemo to in pač poiščemo drugo osebo, ne? Zakaj bi delali tragedijo vsakič znova. Jaz sem zelo proti tragedijam. Ne? Ker imamo še vedno čudovita življenja. Ne? Sploh, če smo malo po svetu, ne? Pa malo poznamo druge zgodbe, ne? Se imamo zelo lepo. Ja, to je smiselno, no, kar je bilo. Ampak, če si poškodovana, ne? Recimo, zakaj bi letala za nekom, ki nas ne mara? Čestko. Mislim, a si bil kdaj zavrnen v ljubezni? Jaz upam, da si bil. Iskreno. Ja. No. Ker če nisi bil, te čaka sigurno testa. Ne? Ker tako mora biti. Ja. Ampak ne vem, kaj pomeni zavrnenje. Ja, da si ljubil, pa da nisi bil uslišan, da nisi imel nazaj teh čustev v tem smislu. To je zavrnitev. To, da se nekaj ni sestavili, to ni zavrnitev. Ne? Ja. V tisti moje definiciji ljubezni je itak vseeno. Bi bilo vseeno, če sem zavrnen, ker ni transakcije. Okay. Aha, ok. A ne, sej, to se malo tako, tista je bolj teoretska. Lušten se sliši drugače. Lušten se sliši in je mogoče samo, kako bi rekel, kompas ali pa neka mavrica, ki nikoli zares ne moraš v človeški obliki dosežiti, ampak je pa dobro, da imaš smer, ne? V neko brezpogojno ljubezen. Ne? Kaj bi to lahko bilo? Med moškim in žensko?
med ljudmi. zavestjo in svetom, ki jo zaznamo. Ampak gledava samo to, se pravi zavest, ali gledava konkretno moške ženske? Ja, vključen je moški pa ženska v zavesti, ne, ampak bolj širše hočem predstaviti to stvar. Brezpogojna ljubezen, ja. Zanimivo. Pa brez pogoja. Redko boš to srečal. Ja, se nisem še, ampak zanima me, o čem si pisala, kaj si pisala o brez sem že pogoja. pozabila, mislim, da je bila točno ta poanta, ne? Mi smo vsi še vedno v ego, ne? Vsak od nas, kakorkoli imamo lahko očiščen ego, ne? Lahko imamo tudi ponižnost v sebi, ne? Lahko imamo, kot so rekla prej, milino, ne? Ker jaz razumem žensko milino kot sposobnost raztapljanja teh trdih energij v moškem, ne? Ki so vedno pravzaprav nek obliž na hudo rano. Ne? Ja. To sem do danes videla in jaz tudi ženske učim, da poskušajo to milino pravilni izraz bi bil negovati. Ja, tako. Res, da lahko rečemo, da ženska rabi srečati moškega, ki da prostor za milino, ampak jaz se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da vsaka ženska mora v sebi znati to izmojstriti. Ker nihče ni samo svetu, nihče ni samo temen, vsi smo nežni, vsi smo lahko grobi. Jaz sem lahko izredno odločna, lahko sem izredno tudi uhlajena, v smislu, da znam čustva popolnoma ne ugasniti, ampak resnično ohladiti. Kar pomeni, da lahko speljem težke situacije, ker sem jih pač v življenju mogla speljati. Zelo zahtevne situacije. To mogoče kdaj drugič ne bi šel danes o to temo, kar raba 5 podcastov mogoče. Ne. Pa ne želim delati bestsellere svoje zgodbe, ker se mi ne zdi etično do vesolja in življenja, ne, kot takega za enkrat. Kar jaz gledam vedno stvari na časovna okna, ne, se pravi, v vsakem časovnem oknu se lahko zgodijo določene transakcije, ne, oziroma bom rekla rajši izkušnje, ne, ali pa. Ja, in ta milina se mi zdi pomembna pri tem brezpogojnem doživljanju sveta, ki pomeni, da znamo sebe sestaviti v celoto. Ne, da smo mi iztrgani iz te celote, ampak da smo z njo nekako popolnoma prepleteni in speti. Nisem te stvari doživela večkrat v življenju. Ravno sem se spomnila Tajske, to je bila moja prva daljša pot. Šla sem skupaj s sestrično Nino, to je bila res ena taka lepa izkušnja, bila sva okrog 3 tednov nekaj tacka. In tam sem enkrat na eni plaži, mislim, da je bil Kopanjan otok, ali pa ko sem ne vem več. Mi vsako leto hodimo na Kopanjan. Zanimivo, da si to omenila. In sem tam v vodi, takrat sem zelo veliko meditirala in tako, in pa sem izvajala neke vaje. Sem tudi učila ljudi dolga leta, 10 let sem vodila meditacije med drugim. Ne? In sem delala nek svoj, rečemo temu, tai chi, nek svoj. In to sem v vodi ima sigurno več kot 1 uro. In takrat so z nami 2 boksarja, geja sicer, ko smo skupaj potovali, sva jih slučajno srečala, 2 danca smo se noro dobro imeli, bila sta 2 par, no, tako ful lepa tip, nabildena in tako. In pa smo skupaj hodili okrog, res noro dober. In pa sta se živo jedla in tako čvakala, in pa sem jaz tam še njih učila, te fante, in pa je bil nek drug model poletov z nekimi takim hrbtom iz tujske legije. V bistvu taki prijetni kuški so bili vsi, no, res. Pa vsi v bistvu v teh brlih veščinah in tako. No, v glavnem, takrat nazaj na to plažo in jaz tam pač sem, ne, in res sem čutila čisto enost in sem kar mislila, da sem kar zginila. In jaz sem bila tam in pa je že noč padla in pa me začnejo klicati, ne, in so bili okrog in so bili vsi v tistih hiškah in so gledali mene. Torej, kaj hočem s tem povedati? Ne, da sem jaz kaj fascinantno oblečena, sploh ne. Ampak verjetno so čutili to energijo, ne, prenosa. Ne. Ker ko se mi znamo povezati s celoto, se zgodijo res čudeži, no, čudeži v doživljanju vsega. Ne. In to je po mojem brezpogojnost. Ampak to je samo tako v nekih, rečemo temu, insertih življenja. A je bila takrat transakcija? Kako si se zdaj na to besedo obvesil? Zanima me. Transakcija. Jaz bi rekla... Sploh kaj je bilo v bistvu, v tvojem zaznavanju? Jaz bi probam povedati, kako je bilo, kar ni bilo sam to. To je bilo enostavno čisto, jaz sem se čisto izgubila, v bistvu me ni bilo več. Jaz bi rekla, da je temu čista razblinjanje svojega jaza in sem bila čista zavest. In tudi sem čutila tako, veš, svetlobo, ne, ko vidiš meditiraš, se ti zgodi, ne, se verjetno poznaš, ne, skrbtenice,
šiba energija v glavo in vse ti sveti v glavi in vse sorte se dogaja. Ne rabim nobenega, kakršnega koli, nobene snovi ne rabim, ker se mi dogaja že samo po sebi, imam očitno te receptore, sem razvila. A nekaj rečemo, ne, če imamo neke take bolj hardcore, težke izkušnje, tudi traumatične, se zgodi določeni lomi v zavesti in se nam češarika na drug način obnaša. Ne. Tako da to sem prepričana. Milina, ne? Ja, milina. Pri ženskah, ja, pa to, da ta milina zdravi moško. Brez dvoma. Ne vem, kjer izraz si uporablja moško, nekaj, ampak sem zelo začutil, kot resnično. Ja. In zanima me, kako vidiš ti stanje ženskega sveta danes v tem hyper-productive svetu. Veš kaj, mislim, da sem večkrat razočarana, kar za milinja tiče, mislim, da se je zelo zgubila. Ampak kaj sploh bi bila, ne? Kako izgleda ženska, ki ima... Čutiš jo. Ni to stvar izgleda. Mogoče milina se lahko odrazi v nekem žarenju, recimo, ne, da ima ženska nek žar, da besedno žar, ne. Ampak definitivno ne začutiš. Lahko je to bojevnica z milino, lahko je to grobo ženska, sploh ne rabi imeti 40 kg, da bi bila mila. Ne. Lahko ima 150 kg, pa ima milino, pa je velika, visoka 1,60 m, pa ima 150 kg, zakaj ne? Je lahko bolj mila kot neka prelesna princeska z vsemi priteklinami sodobne lepote, pa je lahko, bom rekla, trša od kamna. Ne. Jaz mislim, da je milina povezana s sposobnostjo doživljanja, ne, enega tanskega neposrednega izkustva, tudi trpljenja. Brez te sposobnosti doživljanja grenkobe je sladkost plitva, ne, plehka. To sem da prej vprašala, da upam, da si že doživel kakšno težko ljubezensko izkušnjo, ne, ker samo tako boš doživel tisto, kar iščeš, največje. Jaz mislim, da ti to iščeš. To mi pravi intuicija, ne vem zakaj. Brez te predpriprave, ne, brez tega fine tuninga, ne, ni nagrad. Kako pa gledaš na ta novodobni feminizem, recimo v povezavi z milino? Ja, jaz sem to tudi malo predavala. Pač meni se zdi, seveda, ženske kvote gor dol, ne. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ok, zdaj se moram povedati, kako te treba povedati, pa povedati, kako res mislim. Sigurno je potrebno, ne, pomagati, da imajo ženske določene vidnejše vloge. Definitivno, ko žensko vodenje je drugačno. Ja. Ampak ne smem pozabiti, ne, feminizem pa ženska vprašanja skozi zgodovino časa in moška vprašanja. Ne, tudi moški so umirali v vojnah. So bili žrtve številnih hudih situacij in na to se pozablja. In jaz sem zelo proti temu, da ali ženski ali moški spol nadvlada drug drugega. Zdaj seveda feminizem govori o marsičem, ne, govori o tem, da je znanost, celotna epistemologija definirana po pogledu moškega, ker so pač številni začetniki znanosti moški, utemeljitelji številnih znanstvenih disciplin so zopet moški, čeprav so seveda vzadaj bile vedno ženske. Zgodovina se piše, ne, na podlagi zmagovalcev, obstaja seveda subjektivni vidik zgodovine, kot so pisma, proučevanje določenih teh zapisov. Torej, moje mnenje je, da je potrebno uravnotežiti vse skrajnosti, ne? In da je potrebno poiskati neko pot za moške. Torej, kako bi se sodoben moški lahko sploh v tem svetu postavil. Zanj sem enega gospoda, starejšega, in govorim o neki sodelavki, pa kako jo ceni, pa gor pa dol, ne? In potem se rečem, da ima lepe noge, ta gospa, ki ima res zelo lepe noge. To jaz pač povem, ne? On reče, veš, jaz bi rekel, sami ne upam, da me ne bo tožila za spolno nadlegovanje. Sem rekel, zelo prav imaš, ne, ker to se lahko zgodi. Kaj hočem se s to zdaj povedati? Ne? Torej, kako naj moški sploh bo v tem sodobnem svetu žensk, recimo, ki zelo hitro poskušajo. Ne? Jaz sem žal bila tudi priča temu, ko ženska zlorabi moškega v smislu, to je bila tudi res neka pravda, dolgo časa nazaj sicer, ko neka ženska, ki je bila zavrnjena, tožila tega konkretnega direktora in imel cel kup, ne bom rekla, katerih preiskav, ki bi bilo lahko povezano. Ne? In sicer finančnih preiskav. Ne? Se pravi, hočem ti zdaj s tem povedati, da ne podpiram tega skrajnega feminizma nikakor. Zdi se mi zelo pogosto samo obliž na ture in predvsem se mi zdi neka aberacija, nek odklon od resničnega namena žensk, ki so pogosto zelo sovražne, tako do moških, kot do žensk, ki so recimo kot samice na trgu porok uspešne. To je sociološki izraz, ne?
A ga razložiš? Ja, ker so mogoče bolj popularne, ali imajo mogoče, ne vem, več izkušenj, ali imajo mogoče čudovite možove, ki so še zvesti, tudi to obstaja, ne, se tudi so zvesti ljudje, ne. Ampak rečeno, zvestoba je odločitev, ne. Ne? Zvestoba je odločitev in jaz sem prepričana, da za zvestobo moraš dozoreti. In ko imaš nekoga, ne, ko ti res ustreza, zakaj bi iskal drugi? Pač ne iščeš, ne. Dokler pa tega ni, pa iščeš. To, da sem jaz v tem pogledu sočutna do ljudi, ki iščejo, ne. Lahko spet rečeva, a si nekdo, ki je našel, upa iskati naprej, lahko da mu je bolj udobno, da reče, ajde kljukca, ne. Jaz pač vse to vidim, zaznam te stvari pri ljudeh, ne. In če me vprašam, povem, če me pa ne, sem pa tiho, ne. Ker to se mi zdi etično, ne. Če me nekdo ne vpraša, ne obelodanjam resnice, pustim ljudi udobno v njihovih iluzijah. Tudi to je sočutje. Tudi to je milina. Absolutno, absolutno. Kaj pa glede moških, mladih moških? Ne vem, koliko opažaš na internetu. Koliko mladih moških? Za mene je lahko mlad nekdo pri 60. 20 do 25, recimo, glih odrašča. Kaj pa je na internetu? Ja, kaj če se ti lahko povem. Na tej pa sem. A poznaš Andrew Tate? Ne. V bistvu mislim, da je bil pred 2 leti to najbolj googlan človek na planetu Zemlja. Slišala sem, ja, se spomnim. Ena stranka mi pokazala sliko. Ja. V bistvu, kako bi ti to sploh, da ne bom... Se pravi, imamo te nove sodobne socialne medije. To poznam, Eden od njih je TikTok, recimo. Ne? Gleda parkrat gor. Ja, evo. No in on je v bistvu nekako z neko strategijo kar nekako zasedel veliko mesto na temu omrežju in sicer kontroverzne izjave, komentiruje marsikaj glede trenutnega stanja moškosti, moških, žensk, tako zelo kontroverzne izjave. Recimo? Recimo, zdaj bom pač čist, dal sam nek primer, ki ni čist točen, ampak... Ja, dobim feeling, ja. Ja, ženska v bistvu je... ne vem, če ima kaj za delati v biznisu, pa zdaj zelo površno govorim. Bolj je tam za... za gospodinjska dela, nič ni narobe, če ima moški, ki je uspešen, več teh žensk. Ne vem, tako, recimo, marsikater človek bi rekel, da te stvari, ki jih on rekel, da izhaja iz nekega nespoštovanja do žensk. Ne? In zdaj glaven moj point je, da se je opazil, ali pa da definitivno se je to zgodilo, da je veliko mladih moških zaradi te ihte ali pa zaradi tega občutka, ki ga imajo v današnjem svetu, da niso slišani, da je moškost poteptana. Danes sem slišal v fitnessu, ne? Moški si pulijo v brvi, ženske pa 150 kg dvigujejo v fitnessu. Ne? To je bilo skupaj. In sem rekel, ja, malo je res, ne? Mislim, je res. In se mi zdi, da to nekako tepta to moško, sploh, ki je nekdo mlad, ki še ni moški, ampak se ta energija hoče izživeti, ne? In potem dobi nekoga tazga in začne kimati. Ne? Ja, ne? On je pa končno govori to, kar jaz čutim. Ne? Da nazaj moč moškima, ne? Tisto surovo moč. Ti imaš veliko opravka z moškimi, pa rekla si tudi ženskami, ja. Ampak v biznisu ogromno z moškimi, tudi mladimi fanti, ja. In puncami. Kako ti to opaziš, vse to, kar sem zdaj zelo nerodno probal pisati? Ne, super si opisal. Nek trend ali pa ne, super si opisal. dogajanje. Ja, kot si omenil prej, ne, socialni mediji močno določajo, ne, neko tako bom rekla, smer, kaj naj bi bilo moško, kaj naj bi bilo in, ne, kot vedno so nam drugi določali. A ne? Joko še lepo. Pikač, pokač. A ne, zdaj, Milina. Ja, Milina, ne. Se pravi, recimo spreminjanje spola. Zakaj danes toliko ljudi, ki imajo občutek, da niso v pravem spolu, ne? Zato, ki je možnost. Se pravi, to je družbena konstrukcija realnosti. Kdo konstruira realno? A ne? Realno ni resnično. To sem prej imela tak odnos do resnice, ne? Resnica obstaja, ampak do tja treba priti. In mislim, da mladi moški, tudi mlade ženske, ne, zgubljajo v bistvu pravo smer. Ne. Zdaj, kaj je tudi v končni fazi pravi moški ali pa prava ženska? Je to zdaj generacija, ne vem, pravijo mlajše ženske, številne so moški
nekako po ženščini, ne. Ženske naj bi bile bolj možate. Jaz poznam številne ženske biznisa, ki so izredno še vedno ohranile tisto, bom rekla, ženstvenost, ne. Ampak so se sami na nek način tudi v to smer usmerile, torej vpliv nekih takih plehkih rešitev socialnih medijev, jaz mislim, da je zelo lahko nevaren. Ker se potem posamezniki izgubijo, ne. Izgubijo v nekih napačnih navodilih. Tudi recimo lepota, mlade ženske so zelo obremenjene s svojim videzom, ne. Kaj zdaj pomeni biti lepa ženska, kakšna mora izgledati, ne. Kako mora pa lepa ženska čutiti, oziroma kako pa čuti ženska, ki je ženstvena, o tem se ne govori. A ne? Kako se obnaša do moških. Kako recimo odgovarja na neke provokacije okolja. O tem se ne govori. Ne? In se prav glavno nekako krivdo daješ na tehnologijo pa družbeno omrežje. Ne. Ravno prej sva o tem tudi govorila, ampak bolj bi rekla, da je težava časa, ne, torej mi danes živimo v tako imenovani družbi ubikvitete, to je prinesla globalizacija, vse posod prisotnost. Aha. Ti lahko svoje poslanstvo, recimo, kad lahko delaš online, delaš odkotrkoli, enako tudi jaz, čeprav še vedno rabim imeti fizičen stik, ne. Sploh, če predavam večjim skupinam, je lažje, ne, predavati, če sem v prostoru, kot da imam, ne vem, 300 ljudi, ali pa se toliko jih ni pogosto, ampak ne, vseeno ta ubikviteta pomeni popolnoma drugačno doživljanje dimenzija prostora, istočasno časa, ne. Kaj to pomeni potem za individualno biografijo? To pač pomeni, da jaz lahko danes sebe sestavim, kakor se želim. Ok, so neke omejitve, lahko se spremenim spol. Mislim, jaz si ga ne bom, jaz sem zadovoljna s svojim spolom, ampak recimo, imam možnost. Lahko živim tukaj tam, lahko sem poročena 30krat, če hočem, lahko se ločem 50krat, no. Mogoče, če sem se 30krat niti ne, ampak možnosti imam neskončne. A ne, 100 let nazaj, ko smo živeli imamo Gemeinschaft, Gesellschaft, torej skupnost družba, ne, v skupnosti, ko smo imeli predvsem manj možnosti, se identiteta mladega človeka krila drugače. Kot sva rekla, ne, če nekdo živi v nekem odročnem kraju, sreča mogoče v enem mesecu 10 ljudi, a ne, ali pa sreča v enem mesecu, ali pa reč v enem letu 10 potencialnih žensk, a ne, ali pa recimo nekdo, da bom rekel ti, ki živi v nekem svetu procesirane informacije, ne vem, znana pojavna oseba, ne, popolnoma drugačna identiteta tega človeka, ker ima seveda več možnosti, ne. In to na koncu rezultira v drugačno dojemanje samega sebe, ne. Torej, kakšen naj bom jaz kot moški, ne, tudi mlad moški, kaj zdaj pomeni, imam lahko dolge lase, kaj je možatost, ni možatost, ne. In tukaj smo seveda tudi ženske v ozadju tiste, ne, vedno je na koncu kriva vsega mama, ne, ni, malo se hecam, ne, ki vsakemu svojemu partnerju ali pa otroku, če ga ima, pove tiste stvari, ki jih je potrebno povedati, ne. In ona spet prenese neke kulturne vzorce možatosti, ženstvenosti, ne. Ampak težava, ko jaz vidim, je predvsem v tem, da imajo ljudje potem toliko težav sami sabo, ker to je potem odraz neke neuspešne definicije, ne, moškega, ženskega spola, ne. Tudi moški se pritožujejo, ne, so prestrašeni, kot se rekla prej, imajo strah dati nek kompliment. Ženske pa tudi, ne, so včasih, zdaj mogoče ta trend, kar jaz opažam pri teh mlajših, ki se obračajo na mene, da so ženske izredno podhranjene, to je mogoče za tvoje prijatelje, ne, ali pa te fante mlade, ki te veliko sledijo tudi, ne, v tem oziru, da imajo mogoče premalo te pozornosti. Da se mogoče premalo potrudi moški za žensko oziroma mlado punco, da jo osvoji. To so mi velikokrat jamrale, ne. Torej, ni tiste aktivnosti pri moških, kar čakajo, ne. Potem sem imela veliko parov že, ne. Po Instagramu pišejo, ampak to je zelo low effort. To zdaj ne vem, koliko je po Instagramu toliko. Verjetno ja, pišejo, ne. Ja, ampak to je res No, to ni nič, ne, probaš, zelo ne. nizka poraba energije, ker niti se ne rabiš izpostaviti fizično. Ti v bistvu samo nekaj napišeš in probaš v bistvu, ne. V fizičnem svetu iti do nekoga, ki je neznanec, pa se predstaviti, ali pa recimo temu osvajati, nekaj včasih, to je pa velika poraba energije. Psihične in fizične, ne. No. In mogoče to mislijo, ne, da ni te porabe energije, je pa ful te...
A ne zdaj osvajanje, ne zdaj kdo koga osvaja in kdo koga osvoji. A ne, to so ta vprašanja. Ne? In to je tipična dimenzija lova. Ne? Od zadnje vedno mislim lov, to je zdaj govorimo o genetiki. Ne? Ja. Torej moški in kaj delo ženske napako? Jaz vsaki povem, ko so že v partnerstvu, pozabijo biti samice, to je moj izraz. Torej so ujete, ne? Ali pa naredijo še nekaj hujšega, ne? Se pravi, recimo, da je moški lovec, ne? Gre v gozd, da bo lovil pač neko žival, sem proti lovu, mislim, vem, da obstaja obvezni odlov in tako, pa načeloma mi ravno niso blizu ljudje, ki pač imajo take hobije, pa ne želim biti krivična, ampak bi imela verjetno s tem težave. Ampak ti verjetno misliš nekoga, ki za hrano lovi, moški, včasih, ker je mogel. Ja, pa še vedno lovijo, ne? Mi imamo še vedno cel kup domorodcev, ne? Mi imamo še vedno... Ja, sem to je drug, nekaj je šport, nekaj je pa preživetje, ne? Tako, ampak kaj deva reči, ko si razumemo, point lova je pač, da je poanta lova draž. Draž? Draž. Kaj to pomeni? Beseda draž pomeni vzburjanje, ne? Aha. Se pravi, ko neka vaba pade takoj, oziroma ko ženska a ne prehitro se mogoče odda, čeprav tudi to so neki predsodki, po mojih izkušnjah ni nujno. Ne? Če je ogenj, je ogenj. Jaz osebno mislim, da ni potrebno potem čakati 6 mesecev, da greš na prvo večerjo, recimo. Ne? Ampak ženske pozabijo, da včasih pridejo kot medvedke iz gozda, grejo do koče, vzamejo ketno in se same priklenejo na pač mesto, ne, torej I'm yours. Jaz mislim, da je igra strasti tudi v tem, ne, da znamo ženske ohraniti to dražne. Ne, da smo zdaj neulovljive. Ne. To bi bilo verjetno malo preveč stvar nekega ega, ne, ali pa neke nečimornosti, ki je popolnoma odvečna. Ne. Ampak v tem, da znamo ohraniti to dimenzijo tega naboja. Ne. Zdaj, ko se v bistvu sprašujeva, kdo je odgovoren, moške, ženske, jaz pač trdim, da smo ženske tiste, ki imamo v sebi vesolje. Veš, kaj je to? Žensko vesolje? Ja, kaj bi te rekel, da je žensko vesolje? O tam si tudi ti šel. Žensko vesolje? Ja. Ja, vem, kaj pomeni beseda vesolje, pa vem, kaj pomeni ženska. Ne? Se pravi njeno... Maternica, ne? Ja, maternica, ne? Ja, energija. Pač vesolje. Tukaj je začetek in konec. Ne? Se pravi, tukaj se vsi ustvarimo. Ne? In v tradicionalnih spisih, ne, je žensko vesolje izredno pomembno za moškega, tako da še vedno je ženska tista, ki tudi moški vzgaja, ampak če govoriva v celoti, nosi otroka, ga rodi in ima zelo velik vpliv na njegovo, bom rekla, postavitev. Ne? Pa zopet, če ženska nima osnovnega okolja, varnega okolja, a ne, današnje ženske so velikokrat prepuščene same sebi, so danes ločitve pogostejše, ne, vse pogostejše. Zanj smo dali nek članek, pa sem pozabila statistiko. Nima jih na cifra. Ločitev? Ja. Mislim, da je 50%. Mislim, da na zadnje. Aha, no, ok, se lahko pogooglava, ne? Velik. Ja, a ne, hočem reči, in ko ženska mora biti istočasno vzgojitelj, provider, ne, fighter, a ne, se ta milina v družbi izgublja. To je ta problem. Ne? In zato so feministke se dvignile, ampak zopet, ne, jaz sem proti temu, da se dvignemo tako, da tlačimo nasprotno stran. Tudi moji članki, ti si nekih prebral, ne, sem napisala ogromno teh stvari za medije, ali rečejo temu poljudne, ne, potem ogromno teh znanstvenih stvari. In v tem se res razpišem vedno na nek tak dostojen način. Jaz sem zelo proti, nisem proti kritiki, ampak izredno sem proti kritiki, ki ima v zadnji naboj, lastne frustracije, ne, to se čuti, ne maram tega. Ne. To je neetično. Ko ti pišeš znanstveni članek, recimo, ne, jaz, ko sem bila, po diplomi sem pisala analiza romarskega simbola Marija Pomagaj na Brezjah, etnografska analiza, ja. In sem hodila v cerkev 3 tedne, opazovati ljudi, se z njimi pogovarjati in potem iz tega nastal članek in potem sem bila s patrom in tako. In v tem opazovanju pravzaprav sem ugotovila, ne, kako se ljudje zelo drugače odzivajo na nas, ne, če smo recimo oblečeni. Enkrat sem imela neke škorne, pa sem se vsakič čim bolj preprosto oblekla, ker je bil čisto drugi odziv ljudi. Ne. Ampak hotela sem povedati, čistost, ne, znanstvenega pisanja je, da napišeš opombo. Torej, jaz sem krščena, ne, jaz sem šla čez iniciacijo Rimokatoliške cerkve, mi je čisto koristila, ampak to je za bralca pomembno dejstvo. Koga pa napiše kakšen novinar, opombo pod črto, torej, preiskujem to in to stvar,
Razlog je v tem, da me je pustila žena, da sovražim ženske in tako naprej. To nihče ne napiše. Ne? V tem trenutku sovražim ženske. Ne? In zdaj spet smo pri resnici. Ne? Ne? In ko mi pišemo iz lastnega naboja, iz lastne frustracije, s tem okužimo družbo. In to je naslednji problem, ko govorimo o mladih fantih, ne? Ali pa mladih puncah. Ne? Tukaj mi vsi, in zato vidim jaz poslanstvo tebe, ne? Pa tvojih prijateljev, ki imate te vaše, včeraj sem gledala Zmenkarije, bom še kaj pogledala, ampak nisem pa, ker to je dolgo, ne? Nekaj časa sem gledala, mi je bilo res, to zelo pozdravljam, dajte to še delati. Ne? Ker to res mladi fanti, mene sprašujejo, težko govorim zdaj, kako je mlademu tipu, pač nisem mladi tip, ne. Vi pa veste, kako je, ko ste bili stari 15, 16, 17, ne, kaj z masturbacijo, kako to, kako govarjati puncev, to so pomembna vprašanja, ki lahko mladim fantom rešijo marsikaj. To vam pa toliko teh raznih motenj, ne. Ti imaš slučajno mnenje, da je to koristno, kar mi govorimo? Ja, nekdo pa ima mnenje, da je to nekoristno. Zakaj bi pa to mislili? Zato, ker ne podpirajo našega načina življenja pa lifestyla. Mi imamo zelo specifičen lifestyle. Ja, to je business-oriented lifestyle, delaš veliko, ustvarjaš veliko, vrednota je delo, vrednota je verjetno, da si uspešen. Ja, to je pa pol problem. Ne? Zato sprašuješ o tem, ne? Ja. Ne, se jaz probam nekako to balansirati, ampak narativa, recimo teh, ki nas ne podpirajo v tem smislu, je čist legitimna. Ne? Mi živimo v nekem mehurčku svojem, jaz in moji prijatelji. A to so te fantje, ki skupaj snemate? To so tudi te fantje, pa še drugi. Ne? In mi se pogovarjamo o stvarih, ki so znotraj našega mehurčka. Ne? In mi vsak počne. To vsak počne. Ja. Ampak je to jaz bi rekel, da je kar manjšina generalno. Ne? Okay. Način, kako mi živimo, je v manjšini in zelo težko mi dostopamo z empatijo do nekoga, ki živi čist drugače kot mi. In on lahko od nas vzeme kakšno stvar. Mogoče ga frustrirate, ne? To bi jaz rekla, da lahko koga frustrirate. Zagotovo se ne moreš ne frustrirati. Ampak to je tudi na nek način. Tisoče ljudi nekoga boša. Ne? Ampak veš, frustracija lahko tudi da pogon nekomu, ne? Da se dvigne. A ja, njegova? Ja, seveda. Lahko, ja. Marsikaj se lahko zgodi, ampak hotel sem samo to sporočilo, da jaz ne vidim naše delo kot nujno pozitivno, a ne? Neutralno je. Se pravi, kot govoriš tisočim ljudem, nekdo bo iz tega vzel in bo naredil neverjetno življenje in bo hvaležen, nekdo si bo pa uničil življenje zaradi istega sporočila. A ne? In jaz mislim, da se na koncu se to zravna in ne morem jaz sprejemati odgovornosti za ta kaos, ki se dogaja, če govoriš množici. A ne? Zanimivo, če je to smiselno. Tako da jaz, ko mi nekdo da pohvalo, se zahvalim, ker je to spoštljivo, ampak ne sprejmem tega za res. Pa te boli to, da vzamejo recimo stvari kakšne negativno v tem oziru? Ne. Ne? Okay. Ne, mislim, ker ni moja to stvar, tako, ker ni moja stvar ta pozitivna. A ne, nekdo je zelo hvaležen za te pogovore, ki se dogajajo, pa so mu spremenili življenje, ampak to ni povezan toliko z mano. Veš, kaj meni všeč? Z njim povezan. Če lahko sam nekaj dodam. Rekla so v novinarjih, ne, ki pišajo z neko narativo. Ne? Ja, ohračiva narative, se čem ti moraš na boj. Ravno danes sem imela nek razgovor z neko urednico, ki delam neko stvar in mi pove, kako bi ona neko stvar zapeljala. Pusto zdaj temu, kar spet ne smem povedati. In jaz sem se uprla. Sem rekla, ok, ampak ta bullshit je bil že 100-krat povedan, jaz pa še tega napisala. Ne? Ja. Ne bom. Jaz želim biti konstruktivna. Ne? Jaz ne maram, kot rečeno, ne? Tega odnosa, pretiranega, kritičnega naslanja nekih vsebin. Zlasti, če se zavedamo, da je najprej normalnost, je večinska oblika psihoze. To ste nekje govorili o normalnosti, se pravi, to definicija Foucaulta, ne moja. Normalnost je večinska oblika psihoze, kar pomeni, da je tisto, kar je večinsko normalno. Torej, vi ste absolutno normalni za mogoče Silicon Valley, niste pa normalni za nekoga, ki je pač se zbudil ob 11 in do enih ne ve, kaj bi počel in potem je zafrustriran, gre na terapijo k meni, problem pa ima, ali bi pojedel 3 jajca ali ne. Yeah. Ker je pač razvajen. Veš, kaj hočem reči? Vse je stvar vedno tega. Ne? Ja, in se mi zdi, da je najbolj pomembno, da poskušaš naslavljati vsebine z neko neutralno energijo. In to sem jaz opazila pri tebi.
Tisto, kar sem poslušala, tudi pri tvojih prijateljih. Čakaj, Jani pa Andrej, sem se zapomnila. Se pravi, tukaj sem opazila in to mi bo res všeč, ker enostavno kot dolgoletna, v končni fazi profesorica, predavateljica, vidim v teh mladih očeh ljudi točno te frustracije. Ne? In jaz predavam popolnoma drugače. Ker vem, da moj cilj ni, sploh v času interneta, iskati neznane, jaz jih ne sprašujem po definicijah. Ne? Ampak poskušam, da jim res predam celovito sporočilo. In jaz osebno menim, da vi to naredite. Ne? Skratka, da pokažete, tudi ko so bili kakšni gostje, ne, recimo, ko so imeli mogoče neke take, rečemo temu, razkritja, neke svoje osebne stiske, ste bili zelo korektni in spoštljivi, to moram povedati. Ne bom zdaj šla v detajle, kje sem to opazila, ampak mi je bilo to zelo lepo in sem bila hvaležna, sem rekla lepo, krasno, ne, ker mene veliko krat sprašujejo, kakšni starejši ljudje, ne, kaj mislim kot blog, ne, poznavalec, kam gremo, jaz sem ful pozitivna, ne. Ker vidim, tudi v generacijah, ki preko meni, ki so stari 25, 27, res zelo veliko izredno dobrih postavitev in dostojanstvene drže. No. Ja, hvala za vse to. Prosim. Mi je bilo lepo slišati. Pravi moški, pravi ženska. Kaj to pomeni? Ja, lahko rečeva, vsaka kultura ima svoje definicije. Ne? Temu rečemo prenos kulturnega vzorca. Tudi lepota, ne, recimo, je en del tega. Ne? Tudi kaj je lepo za moškega, za žensko. Verjetno se že videl, kdaj kakšne kulture, ko je najlepši moški tisti, ki je najbolj zavaljen, ali pa ženska tista, ki je najbolj zavaljena, ali pa vidka. Skratka, to je prvi strani, ne? Določeno, kulturno. Potem pa seveda psihologija dimenzije odnosa moškega in ženske. Torej, ali je prav, da moški kuha, sesa, čisti veceja, mislim, da to danes ni več sporno. Leta 40 bi bilo pa nemogoče, ali pa leta, dobro, to je že vojna, ne, skratka. Leta, ne vem, 50, 60, ne, so bile te vloge, glede na avtoritarno vzgojo, zelo določene. Torej, ženska, štedilnik, otroci, ne, kirke, kuhe, ne, ja, kinder, ne, to je ta triada. Torej, otroci, cerkev in kuhinja. Moški pa seveda lovec, ne, ki je nabiral plen, narekovajih biznis, ne, oziroma bil provider. In mislim, da v sodobnem času je sodobna oziroma prava ženska takšna, ki si najde pravega moškega. Evo, to bi bila definicija. Ne. Pravega moškega? Za njo. Aha, se ne gleda čisto tautologijo. Ja, se pravi, to je zdaj karkoli lahko. Ne, to pomeni, da za mene pravi moški mogoče nekaj drugega, kar je mogoče za tvojo sosedo ali pa prijateljico, naprimer. Ker imamo divergentno družbo, mi imamo pluralizem v vseh smislih. Pluralizem vrednot. Koliko recimo vrst mleka lahko kupiš v Šparu, tukaj imamo bače izmezo Špara. No, tukaj je malo manj, v tistem Šparu. Ko so obrli. Ja, smo tam, ja. Ta je tam mehko Špar, tam je pa Ok, no vidiš, ja. Ali pa še v ta velik Mercator, ne? Ne vem, nisem štela, ampak ogromno. Če govorimo recimo o mleku z laktozo, kaj šele ostala mleka, ovseno, riževo in tako naprej. Torej, že nabor, alternativa mnoštva izbira, ne, je zelo, zelo, bom rekla, težka, ne, se pravi, to je neka taka tiranija. In če gre naprej, ženske, koliko žensk lahko ti je mogoče v tem trenutku zdaj zbereš? Konkretno ti ali pa konkretno jaz? Koliko konkretnih potencialnih partnerjev, ne? Leta 2024 ali pa leta 1950. In seveda je potem moškost, ženskost popolnoma drugačna in tudi pluralno je možno, se zaljubljati v popolnoma druge dimenzije, kot se je bilo včasih. Ne? In to spreminja potem psiho. Ne? Zdaj si ful govorila na tem individualnem smislu, se pravi, kaj je pravi moški za neko žensko. Ja. Kaj pa, če greva tako na družbeno raven, ne? Ker jaz mislim, da družba rab prave moške, jaz lahko povem, kaj jaz povej, mislim, kaj pravi moški. In prave ženske. No, ti povej, kaj je to. Recimo razlika med tema dvema, jaz vidim moškega, če bi najkrajše možno povedal, je posameznik, ki je sposoben prevzemati odgovornost. Všeč. In to je to. Kaj pa ženska? Ženska pa, jaz bi šel v to smer te miline. Se pravi, da zna
moškega spreminjati, ampak na tak način, da on sploh ne opazi, da se to dogaja. Se pravi, na ta nežen način, ki je včasih močnejši kot ta naš fizični svet. Jaz tako vidim, moški smo recimo sposobni operirati z fizičnim svetom, materialnim svetom, ženske so pa sposobne boljš operirati s tem eteričnim. Ja, energetskim svetom, čustvenim svetom, ta svet, ki je v zadju, ki ni tako trden, ki ni tako racionalen. Ne? In za moške, jaz mislim, kle je generalno razpad te sprejemanja odgovornosti. To imaš prav. Ja. To se strinjam, to mi je všeč ta tvoja definicija. Jaz sem hodila sam povedati v smislu, kaj je moško žensko, da ker je pluralna družba, je tudi mnogo različnih odtenkov te moškosti in tudi ženstvenosti. Ampak ja, ko pa govoriva midva o nekem našem genetskem izvornem jedru, ne, ali pa rečeva temu duhovna geneza človeka, tako bova rekla, ne, je pa sigurno to, kar si zdaj povedal, ključno. Torej, ženske naj bi rabile varnost. Ne. To je neka taka sintagma, ki največkrat moški slišijo. Ob tebi se ne počutim varno. Se ne. Recimo rečejo ženske, ne. Ali pa ob tebi se počutim, ne, tako, ali pa moški nazaj ne reče, ja, jaz pa želim imeti ob tebi nek občutek, da sem ok zate, ali je to dostojanstvo, ali to spoštovanje. To so neke te tradicionalne slike tega, kaj naj bi bilo moško in žensko. Ne. Pa jaz sem prepričana, da to še vedno drži. A ne? In ravno to prevzemanje odgovornosti je pravzaprav tisti del, ki je potreben, da ženska lahko razvija naprej svojo milino. Ker če moški ne prevzame odgovornost, recimo za otroke, za neke situacije, ki se zgodijo, ženska ne bo mogla ustvarjati, generirati v svojem vesolju te energije. Ker milina, kot sva rekla, lahko se sicer odrazi, seveda tudi na potezah miline. Ne? Se pravi, nek mil obraz je drugačen kot nek vojaški obraz, sigurno. Ne? Ampak milino se najbolj začuti in s to milino, jaz sem prepričana, lahko ženske spremenimo svet, ampak ne na način moške moči. In to je ta težava. Lahko smo uspešni tudi v biznisu, tudi jaz sem v končni fazi sama na trgu že toliko let. In mi čisto lepo gre, nimam pa nekih strahovitih ambicij, ne? Kar, kako bi ti to povedala, ne? Zakaj sem zdaj ambicijo povedala, ampak ja, mogoče to delo moškosti, tudi ta ambicioznost, ne? Torej želja po osvajanju novih ozemlj, to je spet isto kot prej, ne? To je ta teritorijalnost. Ne? To je moška energija. Ja, sigurno, to je pač yin yang, ne? Če greva zdaj v to. Če hočeš biti uspešen v biznisu, ja, moraš imeti moško energijo. Mislim, če si moški, imaš itak, ne, sem zdaj odvisna, kako je razvita. Ja, odvisna, kako se kaže. Lej, v bistvu v zametkih je, ok, imaš prav, mogoče se ne manifestira. Ne. Ker ti recimo mi deluješ zelo tak v tem smislu klasično nacionalno možata. Ne, in mogoče sam pogrešaš to, ali pa ne opažaš več te moške energije, kar jaz osebno jo dosti opažam. Kljub temu, da mogoče moški deluje bolj feminilno, je v nekih pogledih izredno možat. Imam prijatelja, recimo, ki je gej, zelo dober prijatelj, ne, pa izredno možat. Ne. In jaz z njim predebatiram se svoje situacije, ne mi vedno tako dobro pove. Ne. Ampak najde pa svoj pol, ki je bolj ženski. Mislim, imamo itak partnerja, ne, ampak ja, v bistvu ukvarja se v bistvu z modo in je zelo tako subtilen dejansko, ampak je tako, ko ga pogledaš, dobro, jaz sem, da je gej, glede na pač vse skupine, ki sem ga prebrala, ampak to mi je zanimivo, kaj skupaj pa harava po morju, kdaj in tako, ko izmenjava kakšne tako informacije, enkrat pa situacija, ko se neka kolegica iz Hrvaške zaljubila noro v njega, ne, in potem ona mene prepričuje, kako se on lahko spremeni in tako naprej. Ne. To je bilo res zanimivo takrat opazovati, tudi njegov odziv recimo na to situacijo. Ne. Ampak ok, da se vrnem nazaj na tvoje izvorno vprašanje. Ja, glej, odgovornost, ampak na kakšen način zdaj ti prevzameš odgovornost? Ali pa kaj to sploh je? Mislim, da to kaj ni to nek common sense, ne? Ne, jaz mislim, da ljudje drugače to... No, povej. Sposobnost odgovora. Da best? Ja. Kako si to dobro zdaj povedal? Ja, tako je sestavljena tudi beseda. Ne? Odgovor pa ost. Ne? Ost označuje sposobnost. Okay, natančnost, karkoli ost. Dobro. Odgovor je pač odgovor. Ne? In kdo ima sposobnost odgovora? Ne? Na kaj? Na vse? Na dano situacijo. Okay. A ne, ti, če nimaš sposobnosti odgovora ali pa daš slab odgovor, ne, pomeni, da nisi odgovoren.
In takrat je razpad sistema. Všeč me je, ja, imaš prav. Razpad sistema in ni trdnosti. Ja. Tudi mal je ta, ne. Jaz sprejemam odgovornost za svoje življenje, to pomeni, da ne krivim druge, sprejemam odgovornost, ne. Jaz imam odgovor, kdo je kriv, noben, jaz pa nosim popolno odgovornost. Ne, ne politika, ne mediji, ne feminizem, druge ženske, Klemenka ustvarja ta podcast. Ne, se pravi, zdaj vidim v družbi veliko tega, ne, ker je lažje ne biti odgovoren in kazati s prstom stran od sebe. Ne. In to, če nima moški, ne, to tipičen primer je imena mama očeta. njegova. Ja. A ne? To je to, kar se pravi, se pravi, ti si bil očitno prenešen avtoritarno, ne, se pravi, si imel neko tako izkustvo, ne? Ja, bolj kot permisivno, No, če to je bi to. mogla primerjati. Ker Ni to bilo je pa... ime očeta, ne? Temu se reče v bistvu to, kar se pravi, moralni imperativ. Tudi jaz imam to izredno močno postavljeno, tudi vest in tako naprej. Ne? Jaz imam pri sebi tudi izredno močne standarde, tudi disciplino in tako naprej, ne? Vse je živo. Ne? Zelo tako hardcore sem bila vedno. Ne? Ker samo na teh robovih ti lahko kot ženska izmustriš, recimo. Jaz sem rečela, da imam milino, ne? Kar precejšno, tako pač sebe čutim, zdaj ne kako med drugi. Kar ne pomeni, da nisem odločila, kar ne pomeni, da se ne znam postaviti zase, kar ne pomeni, da jaz sem tudi recimo trenila borilne veščine, ravno z razlogom, da sem določeno agresijo znala pretočiti, ne? Ker v biznisu je ogromno agresije. Ne? In ker so pri odgovornosti mogoče, ne? Zelo lepo si je postavil, se vse strinjam, ampak bi dala pa nek intermeco. Ne? Mogoče samo vprašanje, iz katerega izvornega jedra se ti odločiš odgovarjati. In če bi bil to zgolj videz stvari, oziroma tvoja projekcija, kaj zdaj pomeni biti odgovoren, bi bil tukaj nekje gap, bi bil tukaj nekje nek manko, nek fake. Ne govorim o tebi, govorim o nekom. In mislim, da je ta liš pogosto pri teh mladih fantih, ko pa stopijo v čevlje odgovornosti, pa v bistvu nimajo te osnovne postavitve. Ne? In zato je nekaj zelo pomembnega, ko gre o mladih fantih, recimo, ali pa rečemo zdaj fantih, ne? Da v bistvu poskušajo sebe prepoznavati v različnih dejavnostih, ker odgovoren si lahko takrat, ko si prepričan, da si sposoben nekaj stvari ustvariti. Samozavest, rabaš. A ne? Ja. In zdaj, če si neuspešen pri puncah, neuspešen v šoli, nimaš denarja, starši nimajo denarja, ne? Da si v nekem deprivilegiranem statusu, ne? Je zelo težko potem, in tukaj sem nekaj, ko skočiš v neke čevlje odgovornosti in se čuti ta gap, ne? Da pač nisi še tam, kjer si želiš biti. Ne? In tukaj mogoče pa tista ženska milina lahko odgovor. Ne? Ampak problem pri ženskah, ki so pa preveč v milini, preveč empatične, je potem, da so lahko tudi zlorabljene. To je pa potem druga težava. Ne? Ja, in se jaz tako bom povedal nekaj, kar mislim, da ni točno, a ne? Da ni fakt, ampak jaz mislim, da ta svet kamor gre, a ne? Da več nevarnosti pa pasti skriva za ta moški del. To pa zato, ker recimo mi s tem razvojem, pa recimo temu razvojem znanosti, kapitalizma, pridobivamo ugodje. Ne? Se pravi, jaz zdaj odprem app, Volt in mi nekdo pripelje hrano. Tako. Čistilka, se pravi, kapitalizem zagotavlja ali pa napada željo po udobju. In to se mi zdi, da je bolj strupeno, bolj toksično za moške. Napada, si rekel, napada? Napada, kot hoče reševati. Aha, okay. Reševati neugodje. Ja, seveda. Se pravi, tako imam streho nad glavo, toplo mi je, pržgem stvari, pržgem klimo, pržgem naprave, zato da mi je bolj udobno. In se mi zdi, da je to greš na Insta, pokličeš punco, Tinder, ne, recimo. Tako, instantno, hitro. Ja, tako. Ne. In se mi zdi, da je bolj to toksično za moški del, ki pa se mi zdi, da ta moška duša rabi težke stvari pa izzive. Sigurno. Bolj kot ženski del. Ne? Že tako, kako smo se razvili mi, antropološko, če pogledamo. Ja. Mi smo šli v divjino iskati plen. Medtem, ko so ženske so imele druge izzive, ampak so ostale v kempu. Zelo posplošujem. Ne, ampak imaš tudi recimo, ne vem točno, mogla bi pogledati po literaturi nazaj, plemena, kjer so ženske tiste, ki lovijo, moški se pa lišpajo. Ne, to imaš. Recimo, ampak generalno. Generalno imaš pa prav, ja. Ja, generalno. In se mi zdi, da rabimo challenge. Ja. In se mi zdi, da moj mehurček je najdu te challenge v biznisu. Tako jaz opažam pri sebi. V ljubezni še ne?
Tudi, ampak niso take narave, nekaj je bolj vojna. V biznisu, ja. Ja, ker ti v bistvu tekmuješ z drugimi podjetniki, pa mogoče tekmuješ na Instagramu, kdo je bolj uspešen, pa na LinkedInu. To je vse to zelo je moško, a ne? Iz vidika tega, da tekmuješ z drugimi. Okay. In to je simulacija vojne. Ne? Ja, zelo tudi šport je simulacija vojne. Ne? Ena ekipa proti drugi. Biokemija, ne? To je biokemija. Ja. Adrenalinska biokemija, kjer so lahko tudi posamezniki odvisni. In ravno tukaj je tista ženska milina, lahko reče v temu muza, ne, se pravi eros psihe, ali pa mislim, kupido psihe, poznaš to zgodbo, ne, se pravi, kako lahko moški najde v ženski ta svoj kontrapola, ne, in ta muza je pravzaprav lahko tista, ki iz moškega naredi največ. Ne. Jaz vedno rečem, res je to. Ne. To žensko vesolje je pogledano čisto ezoterično, vesolje za moškega, ki odlaga svoja semena, ne, v to vesolje. Ne, in s to mora moški načeloma paziti, tudi ženske seveda, ne, s kom se erotično, seksualno procesirajo, ampak iz vidika napredovanja je pa zelo pomembno, ne, kdo je ob tebi, a ne, kdo je tudi energijsko ob tebi, ne, katera ženska. A ne, ker napačni vnosi, ali pa lahko rečeva portali, ne, vsak človek je na nek način portal, ampak vsak ni za vsako kar dovolj močen portal. In ta portal te lahko nese marsikam. Ne? In telo so vrata vstopanja številnih energij. In ko sem prej na Tajski, tam, ko sem jaz v bistvu meditirala, to sem hotela povedati, da sem res povezana z oči, se pravi z energijo zemlje, z energijo neba in to sem čutila. Ne? In to dvoje sem v sebi noter. Mislim, držim še vedno. Ne? Se ves čas čutim, ne, sebe in prek lastne intuicije se odločam. Ne? Kljub temu, da imam nalodanih milijon nekih podatkov, nekih diplom, doktorat, bla, bla, ne, pač to so, jaz rečem temu, neki sistemi, ne, koloniziranja sveta, ampak, a ne, in tukaj po moje lahko nekaj dana kombinacija tega tvojega moškega, rečemo bojevnika, ne, plus neke ženske svečenice, evo ti, to je to. Bojevnik plus svečenica je dream team, a ne. In potem lahko ženska najde svoj odraz, moški najde svoj odraz in tako imamo rešeno družbo, ne. Kar pa seveda ni cilj kapitalizma, kot si začel. Ne? Kapitalizem, jaz ne bi rekel to kapitalizem, boš bi mogoče rekel AI, ne, to tudi snimam smart watcha, pač ne maram. AI kot umetna inteligenca? Mislim, ja, nasplošno, ne, pač procesiranje teh naših podatkov človeških, ne, ki se procesirajo, ne, ali pa recimo prek machine learninga, ne, kako se, na primer, dela na tradingu, ne, se poskuša tudi vnašati ta znanja, ne. In mene je zanimivo, ne, kako se je naša vrsta heka, ne, kako v bistvu naša vrsta izredno samopašna, pa izredno nagnjena k iskanju pozornosti. Ne. Napisala sem še eno kolumno, ti bom pa mogoče forwardirala, naslov je Ta opojna orgazmična moč. Nalaž sem dala. Kako je ta prva beseda? Ta opojna orgazmična moč. Bomo polinkali spodaj, ja. Mogoče, ker ravno pišem o tem, ne, kako je potrebno biti odporen na moč. A ne, in moški, ki ste v tem fajtu, biznisa. Jaz sem kot rečeno non-stop v fantih, ki imajo res težke stvari na sebi. Zelo težke stvari. A ne, real business je res lahko real shit, dobesedno, ne. Ker ne spiš noč, ne. Ko imaš take v bistvu odgovornosti, ne, ali pa tudi tveganja, ne. Mislim, jaz osebno res se strinjam, jaz jih nikoli ne bi šla v taka tveganja. Ker jih ne bi sploh, mislim, so mi popolnoma nepotrebno. To imaš prav, ne, mogoče. Ako, ker imajo tvoji klienti. Ja, ne, kot moški, zdaj hočem moški, ženska, princip. Ja. A ne? In ta milina je povezana tudi mogoče s tem, da ženska da moškemu dovolj energije, da on lahko ta tveganje nosi. Ne? Če se spomnimo nazaj na vesolje, na semena, kam odlagamo semena in tako naprej. Ne? In to so ta ezoterična izločila, ki so v bistvu zelo resnična. Ne? Ki so zelo resnična in ja, pravi moški, prava ženska sta v bistvu sigurno povezana s tem prenosom, ne? Te energije muze in tega poustvarjanja, ne? Vnovičnega rojevanja energiji, stvari v vidu in tako. Ja. Čudovito. Ja, jaz bi kar rekel, da mislim, to je bil en tak pogovor, ki sem užival v njemu in hvala ti za to, ker si z mano plesala v tem, da je bil ta projekt nekako narejen za take pogovore, ne? Da imam lahko jaz nekoga, ki je posvetil veliko časa nekim tematikam in ga jaz sprašujem, ne? Mi je bilo pa tudi všeč, da si mi kdaj vrnila žogico nazaj. Sigurno sem zdaj več govoril, kot ponovadno. In je bilo super, ker je bila izmenjava. Evo, transakcija. Ja, transakcija. Hvala ti, pa Hvala tebi, Klemen. Bodi dobro. No? Tudi ti. Hvala. Hvala.